Evo, dela. Boš ti kako vodno besedo dal ali je pametno? Neč, sej mislim, da ni treba posebej predstavljati. Dvojni magister Roman Vodeb, psihoanalitik, delal že z več kolektivi športnimi v Sloveniji in z individualnimi športniki. Preko fakultete za šport oziroma Olimpijskega komiteja Slovenije je predaval, kako se že reče? Ja, ekspertno skupino smo imeli. Ja, trenerjem, selektorjem, vodjem reprezentant. Po Sloveniji pač iz različnih športov. Ne? Jaz sem ga prosil, da danes pride pač nam malo povedati tiste osnovne stvari iz njegovega področja, ki zadevajo šport. Pozna pač, se pravi, da smo mi klub rokometni, da so pač ženski rokometni klub in tako naprej, to vse pozna. Bo naredil pač en tak krajši metodološki uvod, pol pa je smisel, da ga tudi čim več pač vi vprašate. Ne? Nekaj iz tega, kar itak vas zanima, nekaj pa iz tega, kar bo pač povedal. Ne? Se pravi, da je čim več dialoga, da ga probamo izkoristiti, če ga imamo tukaj. Ja, pravno. Kaj sem napisal v mailu, no, pač to ste. Ja, sej malo vjerno, ampak nisem se kaj preveč poglabljal, jaz sem generalno... Pa še enkrat povedal, no, Aleš Weber, pač ne, predsednik, pomočnik trenerjev oziroma trener vratarjev, Marjeta, soproga, pač trenerka, Mateja, trenerka, Miha, koordinator, mene vruč. Vodja faktorja. Ja. Ok, jaz sem generalko naredil v ponedeljek, ampak sem skrajšal, da je bilo možno, pa sem prišel na uro 20. In pa sem se odločil, da ne bom drugega dela dal, zato da bomo te lahko malo sprašvali, bom ta prvi del. Tudi spremenil sem naslov, psihoanaliza, recimo, je predvsem koncept razmišljanja. Mi se moramo znajti v razmišljanju in orodje, s katerim razmišljamo, mora biti konceptualno dodelano in psihoanaliza je ta koncept razumevanja stvarnosti, sveta, družbe, posameznika, psihopatologije, se pravi bolezenskih stanj, pa tudi, recimo, jaz se psihoanaliza v ožjem smislu, se pravi psihoanaliza miselni koncept, v ožjem smislu pa psihoanaliza tisto talking cure, zdravljenje z besedo, ko je Freud ugotovil, da ne samo Freud, že pred njim Josef Breuer je imel eno pacientko, pa je rekla, vi meni bolj pomagate z besedo, kot z vsemi injekcijami pa tableti. S tem, ko se pogovarjate. Ta Ana O je bila Breuerova pacientka, tisto se je rekla še katarzična metoda. Freud je pa potem dodelal zdravljenje z besedo, tako da je v ožjem smislu psihoanaliza ena od terapevtskih metod, ki jih je danes 100. Psihoanaliza je pa v osnovi zdaj pa prodoren koncept razumevanja stvarnosti, družbe posameznika. In jaz, ko terapiram, torej, sem že rekel, ko terapiram, ko psihično pripravljam športnike, športnice, jaz ugotovim, da v bistvu jih moram terapirati. Se moram pogovarjati v otroštvu, in pol vidim, da moram, ne vem, zdaj imam enega močnega športnika, da moramo v bistvu fotra terapirati, ne njega. Mislim, zdaj, če od Ilke sploh ne govorim, mislim, jaz moram reči, da sem jaz več z Darjo delal njeno mamo kot z Ilko. Več smo imela z Darjo pogovorov, vmes sem mogel še trenerja klicati, pa ga inštruirati, pa fizioterapevtko, da sem pol do Ilke prišel pa naredil finale. To je bil, en dan sem imel 2 ure doma v Trbolah Darjo, vmes sem imel Koštomaja, pa še Anjo Šešov. Pa sem šel pa v Maribor, ker Ilka ni imela časa in se še z Ilko tam 2 ure pogovarjal. Vsega skrb 6 ur. Ampak ni bilo zdaj delo na Ilki, ampak delo na enem sistemu, kako je Ilka potem percipirala recimo to stvarnost. In ko je bila tiskovna konferenca, sva z Darjo šla, sem rekel, čak malo, jaz moram slišati, kako jo bojo smetili s temi vprašanji po glav, jaz moram to slišati, kakve neumnosti jo bojo spraševali, zato da vidim, kjer črv bo not po glav delal, mislim, jaz ga predpostavljam. Tako da, ko jaz psihično pripravljam, prej smo rekli, da tudi hipnotiziram, ampak recimo hipnoza je tam nek delček, pika na i v psihični pripravi, sicer psihična priprava je čist še nekaj drugega, da se pa veliko tudi s hipnozo narediti, ni pa vsak dojemljiv za hipnozo. Kakorkoli, psihoanaliza je toliko prodoren miselni koncept, da recimo mimo psihoanalize se nič ne da vedeti.
tako rekoč. Žižek, recimo vodilni filozof, to so dolg cajt misli, da je on psihoanalitik, recimo psihiater, psiholog, ne. Pa je pa lepo povedal, da je filozof, ne. In filozofija v bistvu ima roko čez psihoanalizo. Psihoanaliza je vodilna filozofska smer, tako rekoč, ne. Nekoč je bil nek marksizem, zdaj pa psihoanaliza. Sicer bolj Lacanova, ne toliko Freudova, ampak Freudova psihoanaliza je pa baza, fundament, na katerem se vrstijo vse psihoanalize, ne, tudi Jungova s tistimi arhetipi. Zdaj, tole je meni taka posrečena fotka, ker sem bil jaz telovadec, ne, jaz sem bil tudi trener jugoslovanske reprezentance, sam reprezentant v Jugoslaviji, sicer bolj v mladinskih kategorijah, recimo Romunija 79, sem bil na mladinski Balkanjadi član reprezentance, ne. Pa potem sem bil 10 let trener v jugoslovanski reprezentanci, torej bil sem trener jugoslovanske reprezentance, moje punce so enkrat, recimo ena moja najboljša, je vse zlate medalje dobila. Zagreb 89. leta. Ta punca je letnik 77. Jaz sem to, ne vem, 26 let sem bil star, ne. Status trenerja na DIF-u so upeljali zaradi mene, ker sem bil jaz vrhunski trener. Tam so imeli statuse samo športniki, jaz sem bil pa pri 22 letih že trener. Ker sem si kot tekmovalec strgal mišico v glavo. Mislim, v glavo. Glava mi je postila poškodbo v gimnastik, ne, da sem si strgal mišico, zato imam pač tole fotko, ne. Jaz sem mislil, da si ti v sliki. Ne, nisem jaz, ne, tole sem simpatična fotka, ko jaz, tole je eno od predavanj, recimo takolo predavanje ali pa tole predavanje sem jaz imel za vse selektorje, vseh reprezentanc, od košarkarske, ne vem, če kdo je bil od rokometa. Vem, da takrat bi mogel Malkovič priditi od košarke, ne vem, od teh mojih ekspertna skupina 10, jaz sem predaval filozofijo športa, ampak so psihoanalizo sem tam predaval v bistvu skozi filozofijo športa. Ne, tudi katedra za filozofijo športa se je zaradi mene ustanovila na fakulteti za šport, torej jaz sem bifovc, ne, to, kar mi skozi učitajo, ne, ker se zdaj pa tudi malo politično analitiko lahko furam zaradi psihoanalize, ne, pa ima pa tam pa ti si bifovc. Ne vejo pa, da sem jaz Freuda študiral, ne vem, od srednje šole naprej čist sam. V glavnem, nezavedno čustvovanje je ključna stvar, ki sem jaz recimo upeljal v razumevanje človeške oziroma športnikove psihe. Mimogrede povedam, jaz terapiram tudi običajne take, ko psihiatri ne morejo, oni s tableti nič, jaz pa potem s hipnozo, s pogovarjanjem, ne, brez licence za psihoterapijo, ker če bi jo imel tako upravljeni možgane, ne bi nič vedel, ne. Tako si pa nisem pustil upraviti možganov in tisto, kar jaz vem, delam nemogoče stvari, ki si tisti moji sošolci, na teh mojih, imam 3 podiplomske študije, ne, so bili psihiatri pa psihologi, ne, si mi rekel tam leta 2000, ko boste imeli tiste pa take pacijente, da jih ne morete pozdraviti, jih pa k meni pošljite, ne. Pa takrat še nisem terapiral, ampak psihoanaliza kot koncept razumevanja družbe tudi, moraš ti psiho vedeti pri človeku, ne, in potem, če človeka tesnoba, panika, jaz točno vem, kaj je tam narobe v otroštvu, ne, tako da, pa so me pa fehtajo, ne bi terapiral, ja, okej, pa bom, ne, pa hodijo k meni do paniko, recimo, ali pa tesnobo, ali pa, ne vem, kompulzivna dejanja, ali pa, ne vem, se veste, z občutki toliko stvari narobe, ne, vsak rab neko pogovarjanje, da z modro, kompetentno osebo, da človek pove nekomu, prvem se pa tole dogaja, ne. Tale Kosta Kecmanović, ne, jaz preposlušam vse tem, ker se v Srbi grejo, ne. Mislim, Kosta Kecmanović ga je mama naredila, ne. Ker mu je dala varuško, ko se je rodil, je mama imela varuško, namesto mame je varuško skozi gledal, zato je pa vse narobe bilo, ne. Otrok mora imeti mamico, ne varuško. Ok, pustimo zdaj to, povedal sem, da tudi terapiram, ne. Zdaj pa, ko motrim v športu čustvovanje, ne, smo to dreznem v neko vesolje, padem not črne luknje, 3 črvine, to milijon planetov, to razumeti šport, mislim, ko bi razumel vesolje. Tok je to ena kompleksna stvar, ne. Nezavedno čustvovanje ima, recimo, v tem ožjem smislu, v katerem mislim danes govoriti, neko ime, tem se reče transferno čustvovanje. Se pravi, čustvovanje, ki se ga je otrok naučil v primarni družini, on preslika v čustvovanje, ki ga podoživlja, simbolno vrnjeno podoživlja iz otroštva v ekipi, oziroma v športnem kolesju.
Tam nekdo je čustveno čuden, čudne občutke ima, moteči člen v ekipi ali pa v individualni športni panogi, če je zelo čuden, pa gremo v otroštvo pogledati, pa vidimo, da je disfunkcionalna primarna družina. Aha, zaradi tega je tle tak, ker je imel to pa to pa to. Tako je treba razumeti, mislim, tako jaz razumevam te športnike in športnice. Tudi ekipe, ekipa je pa sploh, te imaš pa 10 ali pa 20, moja otroci so fuzbal špila. To, da sem razumel tisti njihov fuzbal, tudi prvo ligo, mislim, Ankaran, Rudar, Velenje, pa tako naprej. Pa še Vodeb se je pisal, se ne pisal Zahovič, se pravi, mogo res dober biti, da je prišel nekam, in je prišel sam iz 4. lige. Čeprav je brcal tudi, recimo, ta starejši, tudi v Solingenu tam v Nemčiji, pred 19 letih. Mature pa ni naredil, z avionom prišel maturo delati padel, ker je sam gor fuzbal tuhtu. Skratka, nisem suhi teoretik, neke knjige sem pa tudi pisal, tudi direktor zavoda za šport sem bil, tule Trbovski bazen, jaz kot direktor sem tam na neki helikopter še delal, sem imel še neverjetnih 70 kg, zdaj imam 110. Tole so te epistemološko prelomne knjige. Epistemološki prelom pomeni, da se da na šport pa čisto drugače gledati. Šport skozi psihoanalizo je moj na Grmadi zažgan doktorat. Jaz sem se odrekel doktoratu, ker ta moj mentor je bil gej in jaz sem imel heteroseksualno paradigmo razumevanja športa in njemu ni bilo všeč. Pred šport skozi psihoanalizo sem leta 1999 prvo knjigo napisal Ideološke paradigme v športu, Zakon o športu, pa tako naprej, to je bilo konc sveta tam na DIF-u, to so kar umakali s prodaje. Glavna psihoanaliza je taka prepovedana veda, ni fajn, ko sem prvič magistriral iz motivacije v športu, sem rekel, to je treba zakleniti, to ne smem ven brati. Če ne, lahko nekdo rata tudi o zdravljenju športa, neha biti zasvojen s športom, če bo čisto razumel vse tisto, kar sem jaz pisal. V subjektu ideologiji športa je moj drugi magisterij na sociologiji kulture, se pravi 2 magisterija, prvi pa iz psihoanalize motivacije, tako rekoč na psihologiji. Jaz sem v bistvu pa v Zagrebu že magistriral, ampak sem smel tam zagovarjati izbega v bolečino v športu. Beg v bolečino, to, kar se v športu dogaja, ogromno tega. Jaz sem lahko tudi pošljem te PowerPoint prezentacije, tako je pa Ljuši izposlan, da lahko. V glavnem, če hočemo mi si pomagati z neko dodano vrednostjo, kar je psihoanaliza, in to dodati k uspehu športnem, mi smo to ekspertno skupino skreirali, imeli so evropska sredstva, zato da bi mi več olimpijskih medalj bili. Pa tam jaz vidim, recimo, Rasto Ažmoh, Smučarska zveza. On je bil šef Masivu, ki je imel Tino Maze. Zdaj pa kom pa jaz povedal, več, še za Tino Maze, pa vedeli se, da z Zilko delam. So bili tam vsi znalci, recimo Darko Jorgič, ping-pong, je bil tam ne Andreja Ojsteršek Urh, ampak Urh. Mož od Andreja, ki je bil, ne vem, v Italiji, ko se posod. To so me s takimi ušesi poslušali, kjer se to tako ne predava. In neka znanja, ki jih jaz dajem, predpostavljajo, da vsak človek mora vedeti za te koncepte, ki so tam zapisane. Libido je jedrska energija, iz katere nuna črpa svoj celibat, da je lahko vzdržna, pa drži tisti falus, križ. Zato, da je aseksualna rab energijo in ta energija sicer v ožjem smislu je pohota, je libido, ampak libido je življenjska energija, jaz sem magistriral z motivacijo. Se pravi, zakaj mi lahko nekaj počnemo? Moramo imeti benzin, kerozin, da vlijemo kerozin v motivacijske procese in ta kerozin ima to abstraktno ime libido, jedrska energija, motivacijska, stebrni kamen, psihoanaliza je Oedipov kompleks, zaradi Oedipovega kompleksa in kastracije sta spola različna, kar zdaj ni modno govoriti in feministka, če slišajo Vodeb, to se kar trez začnejo, spola sta enaka, nista enaka, različna sta. Pa razen, mislim, ravno zaradi Oedipovega kompleksa in kastracije se da razložiti, zakaj sta spola različna in kakšno vlogo ima anatomija genitalij pri percepciji psihe, moške in ženske. Odkje je, recimo, gejevstvo, odkje je lezbičnost, odkje je zgledovanje po moških pri ženskah.
kaj je to zdaj zavidanje penisa, ne? Ker sem jaz to s faktorsko analizo, na drugem faktorju je prvi faktor zavidanja penisa. In ta glavna feministka je rekla, vse to je legitimno, ne? Eva Bahovec, ne? Ampak to je to seksualnost, to je težko o tem govoriti, ne? Sem jaz enkrat na televiziji rekel, da najboljše športnice, fuzbalerke, ameriške so tako rekoč vse lezbike, žalim ženske. Kako to mislite, žalim ženske? Jaz lezbike tudi terapiram, pa jim pomagam, ker imajo druge probleme, ne? Jaz sem svel, ki prinaša slabo novico, ne? Če je ena lepa blondinka, sorry, zdaj glodne, ne? To je težko zdaj tam moško prežo, pa presing, če ona rada lepa, ne? In zakaj je ona zdaj tam rada lepa, zakaj se ne ven meče ali pa kurči petelini na tak način kot moški zaradi odipovega kompleksa pa kastracije, ne? Tam je jedro, ne? In to človek razume, potem se lažje znajde, ko pristopaš tih puncam, ne? Sem jaz svojim puncam začel nekaj govoriti in rekel, jaz nisem dec, jaz sem punca. Sam jaz sem bil gimnastik, ki je estetska športna panoga, ne? V glavnem, tle so potem še kategorije, kot je nezavedno, ne? Nekdo reče nezavedno, ko pa ti bluziš, jaz vem, da to smijaz nekje kako nezavedno, ne? Nekdo mora abstraktno predpostaviti, da obstaja tudi nezavedno in v nezavednem so bistvene resnice o nečem, da bi nekaj razumeli, zakaj se ekipa tako pa tako obnaša, zato ker ima vsaka punca svoje nezavedne procese, tam so potlačitve, izrinjanja, ne? Pa lušen mora biti, načelo ugodja. Ne more neki, da je rekel, Tome, atlet, ko je treniral, smo imeli eno super metalko in pol je trener rekel, wow, ti si pa res dobra, sam še na 10 kg moš gor dobiti, pa boš pa svetovna prvakinja. Ne, se pravi, jaz se moram zarediti, ne, dobiti na mišični masi, da še večja bunka, kakor sem, ker končala kariero, ne, zato, ker ni bilo luši biti debela, pa kuglo delčvaš, ne, punci. Ne, zato načelo ugodja, ne, ga je treba pravilno razumeti, ne, v športu mora biti lušen. Od mojega magisterija naprej se nič ne govori o cilju in motivu, ampak samo še o želji in užitku. Uživati treba v športu, ne smo motivirani, ne igrati se treba, lušen mora biti. Sem eno skakalko imel z najdaljšim stoječim skokom, ali kaj že poletom, takrat, če ni bilo poleto, 10 let nazaj. Je rekel, jaz se skozi obremenjujem, da bi hotela zmagati. Jaz, če ne zmagam, je konc leta, sem vse porušil. Sem rekel, Leo, pa daj ti uživi, ko letiš goru, daj ti uživi, boli, mislim, ne bom, sem tudi kako vulgarno rekel, boli te kurac, ne, daj ti uživi, ko letiš, ne se obremenjevati, ali bom prva, ali ne bom, ker če boš ti uživala, boš prva. A misliš? Mislim, tudi moj pes Loki, jaz sem glav za to, da vem. Ne? Užitek, lušen mora biti, igrati se treba. Ne? Roglič prav, grem samo še uživati, ne? Pol bomo pa uživali. Do mene, do mojega ministerija so samo o cilju pa o motivih. Zdaj se pa govori o želji in užitku. Ne? Zaradi Freuda pa njegovega luštni principa. Ne? Pa imamo te faze, oralna, analna, falična faza, pa genitalna faza. To je tudi, ampak ne bom ortodoksiral, ker bom preveč zatežil, ampak so ene stvari, ko je fajn, če jih veste, ne. To, veste, sanje, ko mi nekaj sanjamo, ne. Sanje moramo simbolno razumeti, kaj mi simbolno sanjamo, da bi razumeli, kaj sploh sanjamo, ne. Tista sanje, ko jih tam imamo, moramo simboliko sanj razvozlati. Ampak glej ga šmenta, ne sam jaz, tudi Freud je rekel, ne. Mi moramo budnost razumeti, na simbolni ravni. Zato ni toliko enostavno tam v rdečih štiklih hoditi po državnem zboru. Rdeči štikli so želja po organu, ne? Mislim, zdaj pa če Urška to ne ve, sorry. Mislim, jaz zato, ker vem. Ne, mislim, sorry, ker vem. Ne, mislim, zdaj, pa, kako ste zdaj to? Ampak, ne, ja kako, ne da se pa to dokazati, tako ko lahko Pitagor izrek dokažeš, ne? Kaj govoriš, Roman, to se snema? Zdaj ni to hudo, ne, se previjem. Zdaj nisem rekel, da je kot, ne. V glavnem, tle so pa te topike, jaz, ne, ego, mi nekaj vemo o sebi, mi smo moralni, fair play, ne, fair play je stvar nadjaza, ne, punce, ne, sorry, ne znajo biti toliko športne, ko znajo moški biti, ne. Moški se znajo, ne vem, punce, recimo fuzbal, kaj je to pokvarjeno,
tam jo špikne, trga lase, to moški nikoli ne bi naredil, zato ker struktura nadjaza pri moškem je malo drugačna, zaradi narave kastracijskega kompleksa. Fantom se da nekaj odrezati, ne, punc se ne da neč odrezati, ona sploh ne ve, one groze, imeti ga pa zgubiti ga. Ne, ona je skozi, ne cela se reče, ne, spet nisem, ne, ona ima tam kastracijski rez, sorry, nadležno znanje, ampak če se to znanje osvoji, se kopico stvari bolj razume, ne, in se da tudi poteze bolj take, da pride više v tekmovalnem smislu, ne. Še tam ta ego razlaš. Pa so pa, ok, jaz je ego, ne, ampak ego-obrambni mehanizmi, so pa mehanizmi, s katerim si mi katerokoli resnico prikrojimo za sveto. Ne, mislim, tudi, da si norci prikrojijo, da vid, recimo, hudiča, ne, šizofrenik vid hudiča, on ga vid, on ne, da se mu dozdeva, da je tam hudič, ali pa da laže. On vid pošast z rogovi in en moj ta pacient je videl hudiča in zbežal, je videl na steni vrata, s polnim šprintom direkt do vrata. Mislim, direkt v zid. On je videl vrata, ne. Pa mu je pa pred rekel, ki je prišel ven za kotne faze, je rekel, veš, ko si ti naredil? S polnim šprintom se s glavo zid zabil. Je rekel, jaz sem vrata videl tam, ne. In to lahko naredi te obrambni mehanizmi, ampak ok je pa norcu, ne. Šizofrenija je norost, ne. Ampak nimamo obrambne mehanizme, tudi ko vidimo sodnikovo odločitev čist korektno, ne. Mislim, vsi gledajo modrici, da faul je bil. Kak faul, sudja ti zbudala! In tako to vidi, ko ima željo, da bo njegova ekipa zmagala, aktivira obrambne mehanizme, da je sudja bad guy, ne. V resnici pa ti zgledajo sudja korektno, ne. Ampak ti imaš pa tako želje tok pritiska in vidiš sodnikovo odločitev kot napačno. In obrambni mehanizmi, ego-obrambni mehanizmi ti utrdijo to tvoje verjetje, da je točno tako, kakršno je. Ne. Meni so tenisači rekli, pismo, lega, smo vse, ko sem videl 100% da je as. Ker me tako želje, da bi asa videl. Žoga je bila noter. On pokaže z glancem tam peščeno igrišče, out. Ni out, not je bila, pet sem pa poglej. Je rekel, če si jo videl, grem tja. Lega, je bila tu klauzuni, jaz si jo not videl. Zato, ker mu obrambni mehanizmi prikrojujo tisto resnico, ki ima rad. Zdaj pa to, da ima politiko, nek se politika. Ja, RTV je v redu ali ni v redu. Vsak vid svojo razredno 100%. Ne? Če si pa ti če si osvobojen teh obrambnih mehanizmov, da imaš neko razsodno moč, potem pa kljub temu, da imaš željo, z nekim razumom, gledaš, ja, zgubili si, pošteno, oni so bili boljši. Mislim, to je pa že vrlina tistega fair playa. Pa za ta fair play moraš imeti močno, razsodno moč, nadjaz, ne? Mora biti fotor tisti teoret sprav. Če ne, fotor tam ima zelo pomembno vlogo za dečke, za deklice pa na svoj način. Ne? Tako da, ok, zdaj tale Freud, ne, smel kaj tolo majico, ne. To si šel med otroka, jaz tudi z otroki sem delal, zdaj neče, če po koroni, ne, so videli vsi strica. Ne, te pohodni deci, noben ni strica videl, to samo nage babe so videli, ne. Ženske so pa moškega videli, ne, z brado. Moški? Moški, ker nezavedno gleda zelo seksualno. Ne. To so te, recimo, ključne Freudove misli, ne, da zavest, ne, naša zavest, ko mi mislimo, da nekaj vemo, nič ne vemo. Ne. Mi imamo iluzijo, da nekaj vemo. Ne. Ali pa ko nekaj naključno se nekaj naredi, naključna poškodba, motiv je bil za to, da si se poškodovala, recimo. Ne. Če že ni faul, glih, transparentni faul. Ne. Pa recimo talo psihoanaliza, ki se je rojevala, Jung pa Freud sta šla v Ameriko, pa sta rekla, mislim, kaj jim prinašamo, kuga je to, psihoanaliza je kuga, sam se ne ve, v čem je kuga. Ali zato, ker je tukaj nalezljiva, ko enkrat skušiš psihoanalizo, not padeš. Ali je, mislim, nalezljiva je že, ampak ne moreš se ozdraviti tega, ne. Mislim, tako da se ne ve točno, kaj je to bilo. Psihoanaliza je ta, veliko, miselni koncept, ko te enkrat zadane, ne moreš drugače, kot da skozi psihoanalizo še, ko piješ z dulca, ko pa delam zdaj, bi raj z kozarca, pa vidi punco, da naroča, zmer smajli ta naroč, indijančka, zdaj pa enkrat smajli ta, ne, pa z dulca pije, psihoanaliza že šteka noter, ne, mislim, ker je seksualno, ne, ali pa kornetje, ne, zakaj pa ne žličko, zakaj pa ti liže sladoled, ne,
Skratka, pa že vidiš vse tudi tisto, kar ne bi smel videti. Ne. Skratka, Freud je en zelo prelomnih teh mislecev v rangu nekega Kopernika, kopernikanski obrat se tudi reče, po Nikolaju Koperniku, ki je središče vesolja, je del Zemljo ven, pa Sonce. Ne. Prej so vsi mislili Zemlja središče vesolja. Ne. In je ranil človeški narcizem. Darwin tam rekel, človek iz opice. Ne. Bog je naredil človeka, Darwin pa ta evolucijo dal. Ne. Freud je pa rekel, zavest, vršte za psom, nezavedno je ključno. Ne. Tam so resnice v človeku. Ne. Zato je, ne, pa še rekel, pa vete, v nezavednem je ena sama seksualnost, pa že otrok je seksualen. Sam ni znal to simpatično povedati, ne. Seksualnost ni v najožjem smislu pri otroku, ampak otrok bi tisto mamico imel za sebe. In pa mu je fotor ukrade, pa z mamico spi. Pa nekaj počne z njo, ne. In malega Oedipa, ne, to strašansko jezi. Ne. Ampak to nič ne ve za seksualnost, ampak Freud je temu rekel seksualnost. Ne. Že otrok je seksualen. Ne. Pa tale subjekt človek je dvakrat slep. Z pozicije zavesti sploh ne moramo vedeti, kaj se v našem nezavednem misli. Prva slepota, druga slepota, pa to naše mislenje ima še simbolno logiko. Ne. Zato štikli niso štikli. Pa dolgi stoječi skoki so najdaljši. Ne. Ima falično strukturo. Ne. To je zdaj, imajo pa še ženske najdaljšega stoječega. Kaj že? Ne. Pa enako spolo, pa pride da ne simbolne disonance. Ne. Da bi pa moški pa striptiz zaplesil. What? Tu imaš kar tam poglav, ne. Ženska pa tudi tam se pa pretepajo v ultimate fightu, pa tudi ni fajn tisto lepotico, tam se tepajo na smrt. Da tudi malo boli not v glav, ne. Dva moška, ki se stepeta, to še gledaš. Dve ženske tam, ki se tepajo, pisma jaz sploh ne moram gledati, ker ženska pa mamica je tudi tam, ne. Pa nasprotik, športik pa oče, ne. Tisti oče ti je kradil mamico, mu dve pokol 6 dal, ne. Mamica imaš pa rad, ne. To so te ortodoksne Freudove misli, ki jih je težko pravilno razumeti. Ne. Mislim, jaz zdaj malo po ovinkih to vam govorim, ne, da boste malo razumeli, ko bom pol kvantno psihoanalizo malo bolj razlagal, tiste uporabne stvari. Ne, se pravi, psiha je tule neka ledena gora, zavest je tam gor nad vodo. Tisto psiha je pa nezavedno. Tisto zavestno je sekundarno, nepomembno. Primarni proces je nezaveden. In v tem primarnem, Lacan je rekel, realno je nezavedno. In to nezavedno je simbolno. Se pravi, mi moramo budnost tako razumeti kot sanje. Zato rdeči štikli niso samo štikli. Ne? In v travestiti, ki se napravijo, vsi dajo velike pete gor. Ne? Pa rdeče pa žnable imajo rdeče. Ne? Pa kakor ringličke dajo gor. Ne? Pa Freud rekel, ringlički so pa simbol prsi. Ne? Dec ne mora imeti dva ringlička. Ti. Ampak to je Freud rekel, ne? Nisem vse jaz rekel. Ne? Skratka, to so neke osnovne teoretske zadeve, zdaj bomo pa prišli na to ključno, kar je zelo pomembno za šport, na to čustvovanje. Freud je odkril pa Jozefu Breuerju, to je bil njegov kolega, ki je to omel, prvo pacientko, ki jo je zdravil z besedo. Ne? Tole je pa Martin Charcot, to je pa Parižan, ki je okrog leta 1880 imel tam neko blaznico, morišnico, 5000 norcev imel tam zaprti, pa histeričark. In so tam neke nevrološke une iskali, pa lobanje odpirali, pa injekcije not v glavo, pa z vodo polivali. Charcot je znal pa hipnotizirati, ne, in pa tam uno histeričarko pripeljal, je dal hipnozo, vse simptome je izgubila. Ne. Pa so pa začeli pa drugače razmišljati, neki z mislimi narobe, ne živci. Freud je bil nevrolog v začetku, ne, on je seciral tiste žabe, obloustke. In potem je pa začel, ki je videl tega Charcoja, pa to hipnozo, je začel psihično, psihološko razmišljati. Ne. In je ugotovil, da je v psihoterapevtskem procesu najbolj ključna stvar, da se pacientka in psihoterapeut, ki so bili samo moški, večino psihično manj zblojenih histeričark, ki je bilo pa žensk, ne, da se največji uspehi pri pacientki naredijo, če se pacientka zaljubi v svojega psihoterapeuta. Ne. In potem vzrokce je, ne, se pravi, on reče, sneg je rdeče barve, on ga rdečega vidi, to če ni. Ne. Tukaj opere možgane, če pride do tega transfernega čustvovanja, ne, ki je zelo pomembno za šport, ne, ko trener reče, zmagala boš. On misli to,
Jaz vem, da boš ti zmagal, ker ti si tako dobra. Res, da ja. In potem beseda trenerja, ali pa trenerke, če je zelo suverena in ima ta transferno obeležje, bom še razložil, kaj to pomeni, ta beseda potem v glavi športnika prime. In mu trener športnik ali pa športnici servira zmagovalno mentaliteto in ta prime noto glavo. In pa gre punca na zmago. Ali pa, največji problem je bil, da nobeno ekipi oddelke ni verjel, da bo prva. Moj skrajni domet je šesto mesto. Sem rekel, Ilka, kjer ti pa to povedal? Na smučarski zvezi. Sem rekel, pička in materna. Ja, sem možda povedal, ko je bila 6, so je rekli, da naj bo vesela, ker boljša nikoli. Ja, pa zato, ker je bila dobra svetloba, pa fajn štartno številko si imela. Ja, v letu izu. Pa je bila pa 10, tu 20, ne. Sem rekel, Ilka, kjera boš? 15. mesto si bomo oblizli roke. Pa je bila pa 15. skupaj s Tino Maze si delila 15. mesto od, ne vem, Beaver Creek ali Lake Louise. Sem bil že zraven. Jaz sem se z glavo zid zabil. Sem rekel, ne slaviti, jokite se. Ne, 15. mesto, to je super. A sem rekel, ne se zdaj bavati. Kako 15. mesto je izdeljeno, zato da boš ti svetovna prvaka, ne da boš 10, pa boš kipela od sreče. Ti moš jokati čez 10. Mislim, zdaj odilke jaz sploh ne govorim, zdaj se pa še to snema, ker je etika tega, da sem tega govorim. Ne, sedi drugače jaz v faktorju, kaj povedal, ampak ne govorim, ampak to so ene stvari, ki so zelo poučne. No, v glavnem ta čustvovanje športnic, jaz sem v smučarski zvezi predaval. Trenerjem licenčni seminar, sem rekel, zdaj pa spoštovanje, tam jih je bilo 50, da no te misli, da ima si tukaj boljši trener, ko ste vi. On je edin, ki je upal nažgati. Tino Maze. Mislim, ni zavržalo, Ja, sorry, ker ni fora, da tam nekdo pokasira neka znanja, ko sploh ni fora o znanju, ampak v transferju. Punca je bila zaljubljena v njega, on je rekel, ti boš svetovna prvakinja in uprav možgane na zmagovalno mentaliteto in je zmagala. Od naših pa mbed ni upal. Kaj je prav, mislim, transfer ima še ure pasti, v katerih bom pol govoril. V glavnem, Freud, kakorkoli ga imajo zdaj, pa je zastarel, Freud je večen je. V tem propedeutičnem smislu, kar pomeni, da vse te koncepte dal, da mi psiho sploh razumemo. Ampak vse te psihoterapevtske šole pa priznajo ravno transfer. Se pravi, čustvovanje, ki se zgodi v psihoterapevtskem procesu. Pacientka ali pa pacient, terapeut, terapeutka. To čustvovanje je ključno za promjeno na mozgu pacienta, pacientke. To imajo vse psihoterapevtske šole, ne samo ta psihoanaliza. In jaz sem 20 let nazaj, 25 let nazaj, upeljal koncept čustvovanja športnica-trener. Ker pač jaz sem bil trener, pa moje punce so bile punce. Imel sem pa jaz še ženo zraven. Tako da mene je poklicala oči. Roman, sem rekel, v trenutku, ko me je oči poklicala, sem videl, da imam ta status in si lahko prav možgane, mislim, v ta pravo smer, prav možgane. V zmagovalno mentaliteto. Tam so pa moja Tino, ženo so pa poklicale mami. Punce so bile stare, ne vem, 10, 12, 15 let. In potem sem jaz začel o tem predavati. In točno tele, olimpijski komite, Gorazd Cvelbar je rekel, dej ti bomo mi, si rekel, kar dejmo, če upaš. Pa so pa videli, pa mislim, pa glih rokometaš je bil, Silvo Kristan, ta je bil trener ekipo v Slovanu in lepo kapetan, ko nažgal 16-letnico, pa imel z njo otroka. Ja, to je pa ta transfer. Te stvari, o tem pa ne govoriti. Čakaj malo. Mislim, jaz sem sev, ki prinaša slabo novico, jaz moram ene stvari povedati, da se ne bojo ujeli v te transferne čustvovalne vezi, Pa Petra Majdič, Ivan Hudač. In lepo ločil se in ima ta dojenčka, tako kot Tina Maze. Ali pa Štefka Kostadinova, skoko višino, 10krat, ali 5krat je bila noseča s svojim trenerjem, Pa 3 splave naredila. V testosteronskem višku je 9 svetovnih rekordov odskakala. Bolgarka, A o tem se pa ne govori. Ja ne, izobraževanje to ni zdaj olepšava. Če jaz čem nekomu nekaj pozitivnega povedati, moram tudi neljube stvari povedati, Skratka, to so ta čustvovanja, recimo, v teh tandemih trener-športnica, ali pa trenerka-športnica. Trenerka-športnik je bolj poredko, čeprav je tudi, Lih Andreja Ojsteršek, pa Jorgič, je ona trenerka, dobra mama, sama še
Urhaf, moža zdrav, ne. Pa odlična je bila Andreja Orst, iz Hrastnika sta, jaz pa ste bolj, pa to zelo poznam, ne. To čustovanje, to transferno čustovanje, ko se paradigma čustovanje iz otroštva vrača v nek kolektiv, v šport, v učilnico, na delovno mesto, ne, to so, jaz sem bil tudi direktor tega zavoda. Moja tajnica je bila moja mama, ne, sošolka tam, paralelka, sem rekel, mama zrihti, mislim, pa začekaj so pa te asistentke prišle, študentke na prakso, pa pride do tem, ne, profesor, asistentka, zdravnik, asistentka, direktor, tajnica, župan, tajnica, sem jaz tu predaval tajnicam, sem rekel, veste, kdo vodi občino? Vemo, me, sem kako pa ceno, ki morate plačati. O tem se pa ne govori, ne? Pa oddelajo ta status, ampak ok, to so prepovedane znanja, pa smo se pa napili, pa smo pa v kolovarjih to povedali, ne? Pa vsaka ta druga Monika Bikinski. Pa on bi pa Bill Clinton, ja, tudi sam te še kaj pove, ne, ja, to smo po 6. piru smo takle stvari govorili, ampak vse en leta, jaz sem moram ene stvari povedati, zato da bodo imeli neko dodano vrednost, ne, predsednik države, pa očice, ne, to so ta čustovanja v politiki, ali pa vodja stranke, recimo, kaj vam rekel, Janša pa njegova, ali pa, ne vem, Golob pa njegovi, ali pa Pahor pa njegovi, ne, na obeh straneh, to nisi sam na eni strani, ali pa duhovnik vernica, pesem ptic trnov, na meni je bila pa on duhovnik, sta se žgala, ki je malo zrastla, tabu in cesta, ga je celibat, ni bilo več celibata, Bog dopusti, racionalizacija pa prav, ja, sej Bog to dovolil, ne, tako so te stvari, ne, se spomnite tega dva, to je bila transfer, te dva sta mogla, recimo teoretsko, imeti oba dva neke brate, pa neke prijatelje v soseski in pa sta se toliko zaštekala, ne, in pa te bi šla en za drugega v grob. In to je kamot, mislim, če bi šla ta svetovno prvenstvo v kamiončijah, te dva bi zmagala, ker se toliko štekata, ne. Ampak to v filmu kot figure, ja, v zasebnem življenju kot igralca pa je, ne. Ja, to že, ampak jaz zdaj to filmsko paradigmo govorim, kako se tam to lik, ne, drugač ta dva, recimo, je bilo lepšano, tega se tudi na smrt stekata, ker se brate tudi sovražijo, ker imajo mamico skupno, ne, in pozitivno čustvujejo takole, pa se pa zgodi pa nekaj, ne, se pa zaljubta v isto punco, se pa ubijeta. Pa sta takala, ne, realno življenje. Če sem to prav, ne, da ste dobro odigrala, ker se ni bilo tega zaznati sploh, da bi... To več očkalje ni, ali pa paja, mislim, ta je pa ko to tam opira, v avtobus, ne. In pa je pa tole, ne, mislim, jaz sem po bolnicah predaval, ne, ko so tam nočne izmene. To so rekli, Trbovska bolnica je največji harj, tam se žgejo kozajci v nočnih izmenah, ne. Zato, ker čustvujejo med sabo, ker pride na delovnem mestu do vzajemnega čustovanja. In zdaj eni klubi so pa tudi, ko bi rekel, neke družine, kolektivi, ne samo ekipa, tudi cel klub, imaš tam neke predsednike, zdaj ne vem točno, kako ima tam, ampak imaš družina, pa nek predsednik kluba bi bil stari oček, še kar lahko navzdol mladega sina, vodjo ekipa, recimo ga zavret, ne, ga zavšesa, ne, nima glih vpliva nad tekmovalkami, ne, ta je oče za hčerke, ampak pa je pa še kolektiv, pa je pa tam predsednik, pa neki ekonomi, pa eni maseri, pa fizioterapeuti, pa trenerji golmanov, vedno najdejo v tej veliki družini neke simbolne like, ki jih vsak od teh vseh članov in igralk pobrska po svojem nezavednem, ali so v njegovi družini neke dispozicije, da tako čustvuje, ne, ali niso. Pa, če je imela pa recimo pa še športnica, ločeno družino, pa je foter prevaril ženo, pa je ga je črtela, ta se vsko skregala s trenerjem. Zaradi očeta, ko bo trener dobil ta status pozitivnega lika očeta, ne, bo ta punca kot ranjena, ki je oče razočaral, vso jezo na trenerja, ta pa ne kriv ne dolžna. Recimo jaz sem Ilki rekel, Ilka, mi da se zelo fajn šteka, ampak lej, Ilka, ti imaš ločeno družino, ne, jaz bom enkrat pokasiral jezo do tvojega fotra, pa ne bom ne kriv ne dolžen, sem se napovedal, pa smo šli na razen tudi parih letih, ne, jaz sem bil ne kriv ne dolžen, pa sem predvedeval, ker vem, kaj je to negativni transfer, ne, negativno čustvovanje, ki ima tudi fundament v otroštvu, v primarni družini. Zato je treba ta znanja
malo intuitivno, malo pa tudi, da se naučiš, ne, da tole sem se naučil, da te čustovanja koreninijo v primarni družini. Sej ta pa ima tem kaos, a zato je to kraštelana, ne. To so že znanja, čeprav pride nek seljak, pa pove nekaj točno tako kot je. Jaz z vsemi koncepti razložim pa predavam, on pa v 2-3 stavkih točno to pove. Kar jaz znanstveno razložim, on pa s intuitivnim znanjem zna občuti, da je neki, kako že rečeš, neki nezavednega ima, neki ima temu za bregom, zato se je neki mota po glav, pa ne vem kaj, ampak neki ni prav, tukaj je nič narobe. Se pravi, v tem nezavednem je nekaj spotika, ne. In če to veš, potem ne jebeš temu glavo, ne, ker veš, da je temu v bistvu ranjena, ne, da je treba malo sterapirati, da se umiri. Skratka, ta čustovanja, ki so v ekipah, v klubih, v upravah, imajo nezavedno konotacijo, ne. Se pravi, se napajajo z otroštva in se v bistvu v klubu podoživljajo, ponavljajo, simbolno oživljajo. Ne. In pol, ženski kolektivi, to morate biti dvojni doktor, če te babe v red spravite, ne. Pri moških je, vse tisle rekel, ne, so bila skrb, ko sem imela košarko, je rekel, pa ženskam, se lahko več iz njih potegne, samo 10 težje delati z babam, mislim, z ženskam, ne. Ker to se ti skregajo za vsako figo, sploh ne štekaš, od kje so te skregale, ne. Pa ugotoviš, da je ona prišla naličena, ko se ne sme priti naličena, ko pa ti zdaj to šminko delaš. Ne, zako pa s tangicami igraš, ne. Pa se tu na rit nastavljaš. A ne veš, da je ta mama medva šmirala, ne. Mu še to, ne, pozoren biti, ne. Punce med sabo, mislim, v glavnem, ta moj prijatelj Damir Grgič, ne, je rekel, če tebe jaz ne poznal, to bi se sam sebe za jajca obesil, ne. Sem rekel, tu imaš ti punce, tu je ni fant, tu je, kad sem dal intervju, moška psiho je eno vesolje, ženska psiho je čist drugo vesolje. Ilka, tu je pa čist tretje vesolje, ne. Pa imaš pa 10 ilkov v ekipi, moš vsako posebej razumeti, ne. Športnica je ona, ki je odlična, ne. Pa to je zagamana, no še pa še. Mislim, se spomnim, svoj cajt, ne, se ona je 2-3 leta stari. Sam, če pa trener to ve, ne, to je to narekel, ne, lahko pa je ženske, ki... Ja, več potegne. Prav, je rekel, dober trener lahko žensko ekipo... Več potegne, ja. In to je ta recimo Grgič, Damir. Ta razlika je... Ščaril tako stvar ven iz te ekipe, pa tega Grka pripeljejo. Žih 100, se smo dali tisto titulo, ne. Najboljša trenerka je od Maljkoviča hčerka, ki je zmagala. Pa ne gre za to, če si ti tam dobri oče, vseh hčerke ti z roke jejo. Jaz sem šel gledati par tekmi, pa tu je po Božu vsako, tu so kipele od sreče, ni delo razlik, ni protežiral, nič ni Kebarič več, pa sta tam 100 metrov narazen, pa se cel življenje že pozna. Z vsemi stejo Oblak, Lisec, z vsemi enak delu, stiku Grga svaka čast, ja, to sem naučil. Se ga nisem se naučil, on je lisjak. Ampak on kuže ene stvari in pa prpeljejo nič hudega sluteč, neznanega Grka, to se punca meša, ker ga nima kot očeta. Mislim, zdaj to mingre lepo vem, ne, se pravim, tele punce, skozi jih je treba nekaj sanirati, skozi se nekaj dogaja, ne. Tudi ne, fantje, bomo zmagali, punce imajo pa te še une, kira je zdaj lepša, ne. Še to imajo noter, fantje nimajo tako tega, ne. Zato je punce teže skompatibilizirati v harmonijo, pa skozi se treba delati, pa biti previden, ne, a je kako trenje, a je kakva nezavedna tiha zamera, ne. Tako da jaz sem delal s puncama večinoma, ne, tako da vem, kako je s temi puncami delati. Ne, in ta punc pa dejansko lahko spremeniš čustovanje, ne. Čustovanje, ne, to transferno je čustovanje med športnikom in trenerjem in to je ključ uspeha. To se recimo dolg časa ni vedel, to je kar prvi eden, pa je začel trenirati tako, ko se trenira po učbeniku, pa je mislil, da bo. Čakaj malo, mora se vzpostaviti čustovanje, ki je otrok imel v dobri družini z očetom in potem zapopade trenerja, ali pa z mamo pa trenerko, ne. To so te ene stvari, ker trener je kun vrač, ki svojo magijo toliko začara tistega domorodca, da mu malarijo pozdrav, ne, se sploh ne da pozdraviti, ne. In trener mora biti toliko prepričljiv, da usili zmagovalno mentaliteto svojemu športniku, ali pa športnici.
Da športnik verjame, ne, se pravi, če smo mi pod Srečkom Katance, bomo mi Brazilce namahali, ne, dokler ga še čist ne skužijo. Ta status dobrega očeta, ki zmore, ki zna, ki ve, je bil tudi imel Brane Oblak. Je špilo za Hajduka, pa recimo, če govorimo o fuzbalu, pa za Bayern, recimo, ne, Gerda Miller, jaz sem se učil fuzbal špilati. Romenega, to se od mene naučil, ne, Brane Oblak. Sam pol se pa ni toliko znajdel, nekaj preveč na horuk delu. Pa je imel tudi ta status subjekta, ki ve, ki zna, ki zmore. Mi pod njegovim vodstvom lahko Brazilce namahamo, ker njegova beseda prime. In Katančeva beseda je prijela, ker je bil po Sampdoriju je špilo. Ne. Tudi recimo, kaj rokomet, pa rekel Veselin Vuković, kakorkoli je bil, ne, je pa v tistem enem trenutku, kur je pa prišel on, ko ve vse, če je tok bil dober, fante, lahko cemo, ne. Pa je pa že na tem verjetju so šli kosnete skere. Mimo znanja, ki ga je imel, ne, mislim, tako jaz tisti vidim, se pol se pa zavozlajo, pa tisto, ko to spremljate, malo bolj veste, ne, te stvari, ne bom šel v detajle rokometne, ne. Imajo pa pol tudi športniki odpor do besede, ki jo dobri oče pove, fante, takole bomo zastavili, ne, presi, pa pa tret, pa ima pa ena, dva, tri, ima pa odpor do dobrega očeta, ki sporoča neko resnico, pa se sesuva cela ekipa, če je to ekipni šport, ne. In te odpori recimo, do dobrega trenerja so nezavedne narave. Ne? Ta nič ne ve, da črti trenerja, ker je črtel svojega očeta ali pa kitajska. Ne? To si zracionalizira, to sploh ne zna trenirati. Ne? Noben ne vidi nič narobe, a ena, dva, trije, ta nima pojma. V resnici pa še ni zadobil trener status dobrega očeta. Ne? Ko ga pridobi, potem pa tudi pri ostalih, torej kolektivno pri vseh, trenerjeva beseda prime. Ok, da ne govorimo zdaj, da imajo nacije konstrukte nezavednega dvoma. Ne? Se pravi, nezavedni dvom, ko ti kolektivno dvomiš, se pravi, če se ti Argentinc, to smučati ne moreš. Pa lahko sklonirajo, ne vem, Tombo ali pa Hirscherja ali pa Herminatorja, ne? Ker Argentinci pa nismo, ne? Sam, če si pa ti Argentinci ali pa Brazilci, točno veš, najboljši na svetu boš pa v fuzbalu. Ne, pa grejo kar na plažo, pa tam gonijo tisti fuzbal, pa gre pa so dobri. Ker on ve, da bo. Ne. In naši, recimo, kaj vem, sosedje so mogli gosti reči, da pa v Slovenijo živeti. Da so začeli verjeti, da niso nič drugače. Ja, da so prevzeli vse, pa tle zmagujem, Slovenke so najboljše v svetu, jaz sem pa tle prva. Ivica Janica. Ja. Pa so pa zmagali. Pa so pa še preboj naredili Nika Flajš pa te hrvaške smučarke. Ne. Tako, ki je pri smučanju naredil preboj Bojan Križaj, ki je recimo zmagal mladinsko svetovno prvenstvo, pa tisti Wengen, pa se kar usul. Ali pa Roglič, ko ni vedel, da ne sme zmagati v kolesarstvu. Ki je Roglič zmagal, je zmagal Pogačar, Polanc, vsi, ne. Prej pa tisti kolesari, ki se v meni pršil, si kolega, zmagal si. To mi nismo kolesarski narod. Kjer ti pa rekel, ja, trenerji pravijo, gleda, zdaj pa tudi de France zmagal, čez dirko po Sloveniji zmagal. Kaj, to samo Italijani, Francozi, tam Belgijci, mi nismo za to. Cela kolesarska zveza je govorila o Martin Derganc pa Branko Philips sta bila. Dirko po Sloveniji sta zmagala, zdaj gremo pa Tour de France, mi ne moramo tam biti. Roglič pa ni vedel, da ne more. Ja, on je pa tam šel zmagati. To je to. Pa zdaj smo pa vele sila, ker se kolektivno verjetje naseli not v glav. To je ta arhetipska psiha. Če si ti tenisač, pa Slovenc točno veš, da noš nikamer prišel. Ti pa vej, ko so šli na hum trenirati, pa jih je od domačin nažgal. Kjer? Kolesari? Ja, eni tujci so bili, svetlele trenirali, na hum jih je en domačin jih je pa nažgal, pa so mu pa rekli, mater, ti si pa hiter, ti večkrat treniraš, kot to prav, ja, sem malo slugan, ko se šihta klika. To ne vem. Sem nekaj, kaj se je domov pelal, pa je bil hitrejši. Ja, ne, se to je bil en Cvet je bil. Cvet je imel rekord Hrastničan, kjer nekom. Šele Roglič mu je rekord podaril, ne. Vsak je vozil. Ko grem gledati moj šihta. Zanimiv so mogoče tudi tisti, ko v Zabreznici gori bojim kolesarski klub, ta gorski, in so imeli enega poba, ki je pomečkan zaostal, malo počasen in tako. In on je hotel kolesariti, so mu in kupali kolo in ga vklubljali. Na prvo dirko, mislijo, ga ne ga vzamejo, izven konkurence,
On je gonil, vse je našibal, ampak on se sploh ni zavedal ne šibkosti, ne da ne diha, ne da... To je čist, mislim, doktor. Ja, tako se pripravite, ne? Naš Roglič je imel pa še ta handicap, ki se je skoraj ubil na tisti planici, ne, že tam imel psiho, pomaj pa že ta, ki je bil tudi v tej ekspertni skupini 10 Radoje Milič, Beograjčan drugače je zmiril njegove teste fiziologije, je rekel, ta ima takšne, da mu jaz plačam, vzem tega, pa je 22 let bil star. Je rekel, jaz plačam, vzem tega, ta ima najboljše teste. Pa še psiho ima tako. In potem so mu šli razstavljati velo noter, če imamo točk, tukaj vozil. To ne more tukaj hit voziti, če nikoli ne trenira. Pred 22 leti prvo krogo. Ja, željo imel, frustracijo imel, pa ti skum pa mimo tem brda, to je vsak, skozi so hribi, to je skozi tam vozil. Skratka, ta oče pa sin je zelo pomemben, se pravi oče, mati, sta ob bratih pa sestrah neki vrnjeni liki, ki se oživijo v ekipnih športih, tudi posamezno, in to čustvovanje, ki se dogaja v ekipi, ima jedro v teh čustvovanjih v primarni družini. To je ta transferno čustvovanje, vrnjeno čustvovanje iz otroštva, iz primarne družine se oživi v ekipah, v športu. In zdaj pa tule pa trenerke, pa športnice, tu je pa zdaj pa trenerka je malo mama, zdaj vi ste trenerka. Mislim, Marta bo njen let, tukaj je stara kjes, mi smo šli v vojsko. Sem rekel, Marta, pojk je že bila nekaj dobra, sem rekel, sej veš, ti si odlična trenerka, tebe jebe sam vhodni spol v izjavljalno pozicijo, ona je bila kot tudi moške trenirala s svojim znanjem. Sam je ne bi nič verjel, njeni besedi ne bi verjel, ko bi rekel, fant je pressing. Pa mama nikoli nekaj tazga govorila, mama bi sam božala, ko sem bil bolan, foter me pa nagonil. Njegova psiha drugače je percepirana kot moška, ko pride do moška, izjavljalna pozicija, ko mu nekaj pove, kako se zmaga, pa ženska. In ne gre za to, da ženska manj ve o enem športu, gre za to, da njen spolko izjavlja, prime pri otrocih, dober prime, mame, pa otroci, deklice, pa pri ženskah. Zdaj, če bi pa prišla, recimo, ženska vse so tudi v NBA probale te ženske, se največ so naredila, ki jo štihlih prišla pa zdaj kol tega. Tina Gaber bi idealno trenirala te fante, sam pokazala bi se, to bi zmagalo vse. Ampak samo zato, ker bi jih toliko motivirala, fanti bo že zmagali, že znajo špilati. Tako da trenerke ste v hendikepiranem položaju, ker se pa to ni klik stereotipno, se stereotipno misli, da ženska ne zna. Ženska isto zna kot, zna. Isto znanje ima, ženske niste nič manj pametne. Ampak, ker ima sin, mamo tisto, ki ga boža, ko je bolan, ga poljubčka, ga hvali, foter mu pa, da ne rečem jebe mater, pa pošila nekam, pa te malo leka, če ne boš, si stisnu zobe, me boli, nič te ne boli, da noš joko, mamica pa kar z joki se, druga pozicija so to. In tako da, jaz sem bil v ženskem športu, pa tam je bilo ogromno žensk. Včasih sploh moški trenerji niso smeli biti v gimnastik. Vse so naučili, ampak na tekmi so se mogli pa na tribuno umakniti, pa so ženske, recimo. Pa nisem mogla asistirati, pa prišel Bela Karoli, Nadjo Komaneči, rokometaš, pa bokser je bil. Marta Karoli ni mogla nič. Od tiste Nadje Komaneči, trenerka, sva bila skupaj v Franciji, je prišla po mene, Marta Karoli, trenerka Romunije, imigrirala v ZDA, po mene je prišla na tribuno, poznala je Tonija Bolkoviča, ti Jugoslavan, prid, boš ti mojo Kim Zmeskal lovil, ker vidim, kako znaš loviti, mislim, v angleščini to. Po moškega je prišla, ker moški nekaj lahko, ženska nekaj ne more, smo močnejši. V teh trenerskih vodah je pa tudi ena vloga v tem spolu, pa se ženske včasih mogoče lej, pa si povedala, samo ene stvari, recimo, sem jaz Ilko vprašal, Ilka, kateremu moškemu ti najbolj zaupaš? Rekel, Darji. Kjerm? Darja je mama. Ne, Ilka, moškemu kateremu, venemu, sam mami. In ko so hoteli pol smučarska zveza mamo umakniti, sem rekel, ne, mamo pusti zraven. Ker tam so same babe, nisem samo babe, pa vse kolen boli še psičo, tam je imela še Ivša, vse kolen boli, pa same ženske so bile. Darja more zraven Ilke biti, pustijo,
potrpite, dejte naj masirati, kako je že tiste vrne, tiste smuče, da ima pač službo, Blaž Lešnik more biti. Pa vsi so rekli, ja, da, ne, jaz sem zraven, more biti. Skupaj bo lahko naredila, pa je bila ženska pa v moškem športu, ne, smučanje. Ne. Tako da so tudi izjeme, tako kot tale, rekel, Ojsterškova, ali pa najboljši trenerka, če gledate, rokomet so tudi ženske, ne, mislim, ni vse to tako. Rokomet sploh, pa tudi košarka. Ne. Tako da, ne, sem pa individualno, ne, sem pa tole, Denoki rekel, meni da sta tole glih Tina Maze pa Andreja Masi. Ja. No, Freud je rekel, da je transferno razmerje, to čustvovanje, neko bojno polje, na katerem pride do psihičnih sprememb v psihoterapevtskem smislu. In isto je pa v trenažnem procesu, ko trenerka dopoveduje zmagovalno logiko ali pa nek sistem igre in vse bojo ponotranili od trenerjev ali pa trenerkino besedo, jo bojo ponotranile, če bo ta status trenerja vrnjeni oče ali pa vrnjena mama. In to pozitiven status. In bo delo promeno na mozgu na enak način celi ekipi, če govorimo o ekipi. Desetkrat težje ekip to promeno na mozgu delati kot eni punc. In to še moški punc lažje dela promeno na mozgu, ker je deklica verjela svojemu fotru. Mamica je božala, pa ne vem, fotri pa on ti zglas razuma, ta mala tih bod. Takole, pa je oči, pa je bil, pa je ti bila. In pa pride moški, torej v šport, moški trener in njegova beseda bolj prime, zato ker je iz primarne družine tem oči bil tisti, ki tam ali vse dopovedal, pa še mamici je dopovedal, v smislu baba Tibot, recimo, zdaj karikirano govorim. Zato pa ta beseda, recimo pri športnicah, v teh faličnih športih, možatih športih, moška beseda bolj prime. Ne gre za to, da je pameten moški bolj. Pride do bolj suverenega verjetja in zaupanja tej avtoriteti. To je ta Oedipo kompleks, zdaj to malo veste. Moška tekmovalnost pa ženska tekmovalnost je razlika zaradi Oedipovega kompleksa. Tale temelj bi fotra ubil, ker mu krade mamico cel življenje mu krade. Ko bi naredil, ne morem v svoji postelji spin, ko bom velik bom tak car kot oče. In ta tekmovalnost je inherentna z fante. Ženska tekmovalnost ima pa ene druge stvari, ima pa ona pa poje zmaga, silikoni se nastav alfa samcev, se dobro dol da, pa zdaj se mu zasukne čist. Mora lepa biti, zato ker je narava kastracijskega kompleksa in nezavedno, intuitivno vsake punce recimo ve, da napada moško željo z lepoto. Zaradi enih stvari, ki so se dogodili v tej oedipalni fazi. Zato, bi rekel, deklice ali pa ženske hoče tudi lepa biti. In tam navijačica, to je kar paše. Ampak je pa paše, pa tudi zmagati paše. Tudi zna se ven vrš, pa tudi zmagati je lušen in v košarki in v rokometu je lušen zmagati. Samo ko sem zelo faktorsko analizo, sem se gotovil, da ima fantje game, igra, ampak game, zmagati in tekmovati, zmagati. Punce imajo pa play je pa igrati se. One se pa bolj igrajo. Mi v košarki se gremo zares. Punce, ki igrajo košarko, pred nami košark imajo tele zagorjanke, rokomet. Igrajo rokomet. To se skozi režijo. A mi si pa jebemo mater, mislim tam, To je nasmrtno resno. Punce znajo bolj, na playu vse vsekati, mi pa na game, na zmagati. In kot zmagovaleš imaš privilegij v materini želji, oziroma v ženski želji. Ženska kot zmagovalka, recimo dela Bravničar, se je pisala, pa je pa Lasan bila, Mirjam Bravničar Lasan, zdaj, to je ona za fiziologijo na DIF. No, ona je rokomet špilala. Je rekla, jaz sem dala 10-15 golov, pa je bil pa bankir, ali so šle za uro, ko smo imeli sam tam zamenjavo za 2 minute. Na krili smo jo dali. Nič ni bilo, sam lepa je bila. Pa je bila bankirka, banket, vsi v tisto lepotico. Jaz sploh nisem bila več pomembna, ko sem dala 10-12 golov. Sorry, ko jaz to povem, ampak zdaj citiram Mirjam Bravničar, ali pa ne vem, ki je bila zakuska, tekma svetovni pokal, Janica Kostelic zmaga,
ni bila slepa. Marija Valizer, Tina Maze, Lepotice so prišli, ne? Ona pa je zmagala. Sem bil pa jaz v Rimu na svetovnem kongresu športne rekreacije z olimpijskim komitejem Tomba, takole na 20 metrov sem ga videl. To je imel 20 bab, 3 kroge, 4, 5, 6 krogov. To je, tako mi si videl tisto grdo bočo. Samo imel car, ne? Imel Miss Italije, fotomodel Italije, ne vem ko Italije, vsame najlepše, kot zmagovalec, ne? Zdaj pa zmagovalka, ne? Pa malo vprašal, kaj lepa, tale ena je od Samirja Handanoviča, Golmana, pa od Modriča, Sanja Modrič. Ne, to so vse podobila v največje carje. To je toliko neljubo zdaj tole v kontekstu ženskega športa, ampak ene stvari je fajn, recimo, da vete, ker tale znanje vam lahko pomaga, da ene stvari razumeli, se mogoče note to kezil, pa boste ene 2 besede drugače povedali, ker boste vedeli to pa to pa to. Aha, sam, ne. Zato mogoče je malo nadležno, ne, ampak ne vem, se mi zdi, da na dolgi rok pa to koristi, ker se ti pomaga. Tudi tale, recimo, negativni kontratransfer, ne, te dva stava, vete, sta si jebala mater oba dva, ne, ampak ta je bil toliko dober, Srečko ni znal tega pacijenta vred spraviti, ne. Verdenik ga je znal, ne, jaz sem z Verdenikom pogovarjal. Hoj zaho meni delo. Sem klical Braneta Elznerja, ki je v Avstriji treniral, je rekel, toleriri ga, rabš ga. A veš, kak je? Toleriri ga, rabš ga, nega, ne. In ga je imel reprezentant. Ta ga je pa dal 76 minut, ne, s farskim je to, ki ga je dal na tribuno. Pa je bilo pa konc sveta. Nismo mogli naprej priti v Japonska Koreja. In ker se je spostavilo negativno čustvovanje med 2 patelinama, sam trener bi mogel razumeti, kaj mu igralec dela. Igralec ni imel fotra, tako je mama imela skozi, ne. Popadljiv še pa še, moralno nerazsoden. Tam v Trboljah mu je dal en roko, ne, mu špuknil v glavo, v fris. So ga tudi nabutali Zaholiča v Trbolah. Kunič ga je, Darko Kunič. Pak je dal pa gol, si rekel, že roko si bom v džagu, stolo roko sem ga. Nisem. Ok, to vam zdaj povem. Vam kako finto z trbolskega rokometa še povedal. Glede, ta čustovanje, transferno čustovanje se mu reče tudi simptom. Se pravi, se zgodi v otroštvu, potem se pa vrne in potem se dogaja čustovanje. Vedno po diktatu otroštva. Zato temu rečemo transfernemu čustovanju simptom. Znanilec nečesa, kar se je že zgodilo nekoč v otroštvu. Ok, tele punce, Jozes, Marjan Fabijan, če v kjer vedo detajle, Lucija Polauder, Urška Zaunier, Ana Marija, Tina Trstenjak, ne? Japonci so prišli iz Japonske, kako ta to dela, samo na račun transferja. Pa se bo tihne, ko je naprej, ne? Da se pa ne sme govoriti, sam jaz pa tudi tistvem. Prej sem rekel te ženske trenerke, ne? Vse ve vse, sam beseda ne prime to, ko bi mogla, če pride en on, ki bi rekel. Ampak ti povej, ker pri nas nimamo te v klubu situacije ženske trener, moški, ker smo ženski klub. Ja. Kako pa ženska? To je pa ta mama, ne? Ne, pa plus, ne? Saj je, mama lahko zglediš spore, samo mora tudi mama biti dobra v primarni. Mama nek greh imela. Sam to zdaj jaz povem, kako to laufa, ni pa, to zaznati ni tako enostavno, ne? To se nezavedno, pa malo intuitivno se špekulira, malo se čuti, ne? Zdaj, če ima pa človek znanje, ali pa če bi jaz recimo prišel en sistem, vse preučil, bi rekel, čakaj malo, tam malo pet sem, bi jo sterapiral, zdaj ti dela skozi krivico trenerki, ker ti neke stvari domane ponavljaš čustovanje do trenerke, pa ti uničuješ ekipo, recimo v to smer bi se dalo razmišljati, samo običajni takole lajki se to ne znajdu, ne. Pa prideš do kaznovanja trenerke, ne, je za trenerko, pa zicer zanalaš fali, ne zanalaš, nezavedno zanalašč, ne. Tam, ko bi mogla, ne vem, položiti, a ona nekaj naredi in gre min. Ker nezavedno ne privošči trenerki, da bi se veselila ob zmagi. Mislim, to imam jaz situacije take, zdaj malo preslikavam, da boste razumeli, kaj vse se lahko zgodi v našem nezavednem. Da igralec lahko nezavedno, motivirano zajede. Ok, pri nam so, ko ni bludnarja, to je zicar iznelaš on vogler min vrgu. Sorry, zdaj se pa ime povedal, ali pa kjerkoli bil. So min metali, zato k ni dobil plača, zanelaš.
Mislim, to ko bi ga sam se prezel, ne? Ker moški, ko zgubi, tudi kot si ga odrezal. Mi medklic, zdaj so to Partizan učitelj, ne? Da se skupaj z Olimpijo, ne? Ja, ker so igrali drugo tekmo, ne? Ja. V polfinalu ABA lige, ker so jim pač najrazem ni, ne? Ko so jim obljubili na začetku. Pač A te tudi v špilu? In so jim rekli kao, ja, da so Bojage na lajsko. Sam je pa tudi lahko, nezavidno je tudi tako, da on vejo, igra na 2 zmagi, ne? Kako bo lušen zmagati pred domačem? Se pravi, jaz ne rečem, da je to res, ampak se mi zdi zanimivo, ko si lihka rekel, ko sem to zdaj, jaz sploh ne na to bom mislil. Ampak se je lihka rekel zdaj, da imajo probleme z narjem in so pokor stavkali. Ja, samo ne, po drug strani pa tudi, če igrajo 3 tekme več, ne dobijo strane zvezane, oziroma, a ni tako? Marsikaj je tukaj, ne? Marsikaj je tukaj. Zdaj jaz sem kopico še enih, ne, ta kontratransfer je zajebana stvar, mislim zajebana. Trenerka mora biti moder in ne sme neko jezo, on je tam, ki je vsa v stiski, si lajšati dušo in v petku zvarina, samo zato, da si, ne vem, jaz se spomnim, sem imel eno Ajša je bila, ne, ful dobra, pol Turkinja, pol Ciganka, z Makedonije. Je padla 5-krat zgradi, ko bi to naredil, ne, in jaz sem popušil, ne, mislim, jaz kot trener, ne, moja pade, tam mogla biti prva, 5-krat pade zgradi, pride, hmjan se, joka, ne, in drug trener, vem, da je napisal tisto svojo, ki pada, Ajša, nič hudga, si jo pobožil, lejo, nič hudga, nisi zanalaš, bo drugič bojiš. V bližnjem sožu šla na bradlo, naredila tako vajo, ne, če si pa jaz lajšo dušo, užgi po siromaku, pa sem se sula čist, ne bilo nič od nje. Ko čas ti tlele noter dela, si čirne želodcu delaš, ampak kot igraš, bi tak šamar stisnil, ne, kaka kurula si, ne, ampak ne si lajša dušo, ker ne korišči s tem, razen sebi lajšaš dušo, ne pa koristiš, če jo pobožaš, recimo kot dobra mama, ali pa kot očka, ki stopi, vse je v redu, ne se sakiraš, ker ta mama se tako že sama sakira. Pa je treba intervencije narediti, da psiho dvigneš, ne da sam se polajšaš dušo. Kako si glupa, lej, kva si naredila, pa si smotana, ne, to je lajšanje duše trenerja, to nič ne pomagaš. Mislim, določen so bili Rusi, ne, so naštudirali, imel strelko, ne, favoritko, je dala prve 2 kroga min, vzame time out, jo je tuk ne klemuzu, sklaftov, punca jokala, pa je pa olimpijska prvakinja bila. Ker so vedeli, da punca tako funkcionira, ker je foter bil tak grobjan, ker je bil pijanec, ne, in ker je bil pijan je zmoral, ampak potem se pa upravičil, pa je rtmel, ne. In so paradigmo naštudirali in so agresivno vnos, namensko na športnici vršilke so ugotovili, in vedno je bilo tako, ko trener znori, se te mala zjoka, pa normalno strela. V strelstvu, tam moraš imeti preciznost, ne, lahko ti maratonca psihično pripravljaš, strelce zajeban. Ampak jih na strelcih so Rusi stuhtali, ne, za nalašč so nekaj naredili. Ne sme pa trener si lajšati dušo, pa zlije gnojnico, zmogo da ven. Ne, če daš ven, ti škodiš ekipi, ne, ali pa v športnici, ne smeš znoreti zaradi tega, ne. Pač neko supervizijo moraš sam sebi narediti, ali pa če imaš tam tem ljudi, ko je, del mjesta, no, se veš, da škodiš. Skratka, ok, zdaj vam povem, da tele ženski pa moški šport, če je moški trener, pa če ne vejo, pa genitalno zrela športnica, to se nastavljajo, ko to sem poslušal trenerja Svetlane Kitič. Več ima 5 moža, zdaj, 23 let mlajška. Ta je vse poznate, dobro, Blaž Liškovič, ne. Sam to je rekel, to, če ni bilo zadovoljenost, sploh ni mogla špilati. Tako se, na enem seminarju tem je bil en od teh trenerjev in je to povedal, ne. Mi pa tako všese, ne. Ali pa eno od trenerjev na teh ličenskih seminarjih je šel do najboljše igralke v enem od džogarskih športov, pa je vprašal, aj kaži, eno najboljših jugoslovanskih žogarskih, nam povedal, kjera pak. Aj kaži, ko je najbolji trener. Pa jaz se ga pa napil. Ona je, ko je najbolje jebe. Moja je stopa ustrelila, ne. Tako da ta zadeva ni tako enostavna, ne. Heteroseksualna paradigma, trener, športnica, se dogaja čustvovanje, to je še pa še nadležno. In trener je tisti, ki mora imeti vse stvari pod kontrolo. Ker ta kontratransfer nima tabuja in cesta in potem se ti dogaja in te odpelje, te odvrčiš
Tu je recimo alpsko smučanje, pa zimski športi, tam šparajo z denarjem, pa še skrb spijo. Pa 300 dni so v hotelih, zaprto sobe. Noč ima svojo moč. Ampak potem iz tega se tudi, recimo, Lindsey Vonn, Thomas Vonn je bil njen trener. On je opravil možgane, sta bila par, zakonski, začela zmagovati, pa so pa prišli kandidati. Tiger Woods, čist je bil na črn napravljen, tle je imel pa črn, Batkan Kirchhoff, misli, kolega Tiger Woods, kako veš, te ima masko, črn, tle se bi videl, Ta je tudi bila, rekel, fejst. Skratka, ta heteroseksualna paradigma trener športnica, to je nevarno, ker ima vedno ima ene, si boste dobili tole, rad bi končal zato, da boste vi še kaj vprašali. Te kontratransferi so čudna stvar, ker se lahko obrne v jezo. In pa se, vse verjetno jih poznate, to so... v glavnem, moraš biti mahar, da to vlagaš te punce, pa te punce, je rekel trener, kad ti zvoni v 2 ujutro, ajde odtrči maraton. Ker to znajo punce biti pohotne, še pa še. Pa se pa nobel zdi, neizurjeni trener, pismo na tem nekaj erotiko, pa punce vse vejo, one tu, kup se obema načeli spisali, te dva pa mata, to vsaka ve, intuitivno, nezavedno čuti. In se ne sme delati, se rekel, lega grga, sej ti protežiraš eno bolj kot drugo, vse enako, ne una je bolj, kot una je iz cela, pa ne, vse enako, zakon, ker babe so ljubosumne med sabo, ne delate napake. Itak, Ta trener ima ta znameniti status subjekta, za katerega se predpostavlja, da ve, zna in zmore. In potem beseda trenerja ali pa trenerke prime v trenutku, ko ima ta simbolni status vrnjenega očeta pa vrnjene mame. Dobre mame, dobrega očeta. In ko se to zgodi, potem pa promena na mozgu v zmagovalno mentaliteto. Pa napak ne sme pa delati trener. Mislim, vse tele so spali po šotorih, sred smočišča, ni da niko so delali. Mene Darja veliko pravila od teh zgodb, mislim. Jaz poznam z tenisa, tudi v Žlahti smo imeli Tamara Zidanšek, bi mogla biti nečakinja. Teja Čuk, Marjan Čuk je naredil Tamara Zidanšek. To smo prav možgane, 30 let smo bili v Žlahti, zdaj se je ločil. Nečakinja od moje žene bi mogla biti Tamara Zidanšek. Ampak to je, fotor pa hčerka je bila. Tamara je bila poškodovana, tako da sem jaz tukaj pisma skozi jebe fotra svojo v glavo. Un je skozi neki, ona pa moli tu, ne da bi se simulirala. Nezavedno je jebala svojega fotra v glavo, ker je imel neke grehe. Tako da te kombinacije, pa tam bila ena Avstralka srpskega porekla, ena Tenisačiča, ko je že bila. Tu bo fotor prepoved približevanja, pa je bil njen trener. Ja, to so, mislim, vi imate tudi... Smejo na turnirje, pa več pa. Ja, to so spolske stvari, vem, tudi Darja Ilka, mama pa hčerka, ko ne morajo pa to ne se kregati, vse to, moram pa jaz vedeti, kaj se dogaja, kuk je, prvo, kuk je sous je, ali pa recimo Vese, ker je Aco Sitar povedal, da Gloria Kotnik, tam sem tudi mozak na penju, sem skozi to, mislim, Aco, kuk pa joka, vse sem mogel vedeti, pa nisem z Glorijo sploh toliko delal, kot sem s trenerjem delal. Aco Sitar je izredno pametno prših meni, pa Glorija ni bila med prvimi 3 v Pjongčangu, se je Ester Ledecka bala samo Glorije Kotnik. Ona podbacila. Odkje, pa se pa meni glava gre, ampak sva to delala z inštrukcijo trenerjev. Mi dva z Acotom sva se pogovarjala in potem pa jaz napovem medaljo. Mama letala, pa ni verjel. Ja, se rekel, zdaj ima pa spucano glavo. Skratka, pa, evo, sem točno vedel, zato sem vedel, da se bo z glava spucala, ker nekateri imajo tudi, rekel, neke samokaznovalne tendence v smislu, kriva sem, rabim samo še poškodbo, ali pa kriva sem, rabim samo še slab rezultat, da se bom kaznovala, ker ima nezavedno krivdo. To so te same tklic, to so po moje zdaj te naše serijske poškodbe, kar naenkrat imajo vse isto poškodbo na nogi, medicina ne ve, kaj to je,
Pa ena je dobila, pa kar vse se dobila. Ja. Prvo so vse gormance, ko virus, Dobro, zdaj se je začel že na igralke širt, ne, zdaj ima že Maša, a veš, in pol ti iščeš neke te kao fizične razloge, a si preveč zavizuješ cipad, ne? Ja, Pa to ni. je zdaj veliko, sem jaz kako tako še tako, mogoče nase pa na te Ines pa Pija, ki so pa res samo destruktivni karakteri. Se kaznuje, Ja. za prazen nič. Ja, Ja. recimo jaz Je tudi nezadovoljna, če zadene. Jaz bi pa samo čez vlastnih izkušenj, ne, recimo do poškodbe svoje, sem bila res ful dobra igralka, ne. Pa sem padla v neko povprečje, sam sem imela pa tudi tako tisti samo destruktivni, ne, nisem se nikoli mogla pobrati po tistem, Ja, ne. pol pa treba z besedo Ne, eno- sem to hočem povedati, ker imamo zdaj dve take igralke, ki bi jim rad pomagal, ne, kako prijeti, da jih bi dvignil, ja, ker je ta je res. Ker jaz, če sem bila jezna, sem ful dobro igrala, ne. Mene Ja. smo tudi razjeziti, da sem... Mene je trener, ne da bi vedel, me razpizdo, Ja. pa sem pa bil Mi smo vedeli, zelo res čudna trenerja. Ne, se zato kako te triggerje pri teh puncah, ne, da bi... No, v glavnem, Ja. tole je bil ta prvi del predavanja, na YouTubeu imam še bolj, rekel, poškodbe, vse poškodbe načeloma, zdaj se bom končal, ne, ampak tole sem vam jaz recimo še drugi del, rekel, poškodbe načeloma nastajajo v glavi, jaz sem prvič magistriral iz bega v bolečino v Zagrebu, ampak pa sem mogel v Sloveniji, pa sem šel iz psihoanalize motivacije še enkrat, ne. Tako da te poškodbe načeloma moramo te prvo preveriti, ali so psihično motivirane, ne da se pa to vedeti 100%, ampak da se špekulativno ugotoviti puncama psihične probleme, neke bohe kake, ampak tole si ne bi smela ta poškodba narediti, zakaj se je. Beg v bolečino, korist, somatična obogljivost. Pogovarjala, veš, Marija, tako Ja, vse ja. tle, zdaj, kad nekaj boli, pa se širka virus. Ja, jaz sem imel eno punco, Vse zdaj to boli. eno punco, jaz skozi nekaj boleli. In pol jaz pa tu, jaz masiram, ne. Pa je pa skozi noga bolela. Punca je bila brez fotra, in jaz sem krasna očka bil, Roman, boli me noga. Pa sem jo vsak masiral, ne, sem točno vedel, nima, išče pozornost, ali pa so se zbolele, sem se mogli masirati, dosta više, ne. Se je, mislim, zdaj, če vam povedal, ker jaz to terapiram, imam rekreativno športnica, imam pod hipnozo in se je mišica strgala, nisem natrgala, boli. Sliko, že to, ker vas imamo v globoki hipnozi, zelo ste sugestibilni, previjemo, odkje je ta poškodba. Ker sem vedel, da je psihično, ne možeš ti laufati, pa takrat nekaj, čez prej že 100 maratonov odlaufala, ne. In grem jaz poškodbo, nek tist protokol naredim, jo zbudim, in rekla, zdaj pa vem, za kom to poškodbo. Sliko, ajde da čujemo, mi sram povedati. Sliko, leta, dajte mi povedati, no. In rekla, imam enega libidinalnega terapeuta za dušo in telo, nekaj ljubimca imela, in sta se skregala, bil je zdravnik, in rekla, če bom jaz imela poškodbo, ma bo on preko reda ga mi jaz lahko poklicala, drugače ga ne bi, mi je izpod časti, ga bom poklicala, da ima noga boli in bom obnovila vezo. Zaradi tega sem se poškodovala. Hvala, gospod, da ste mi to povedali, tega je veliko, ne, sorry, ampak se ne da dokazati, ampak njo sem jo pa pod hipnozo, nič nisem sugeriral, sem rekel, najte, odkje ste si sami sebi to poškodbo spustili. Zato, da bi obnovila ljubezensko vezo. What? Ja, sej logično, ne, mislim. Za mene, ker vem, kako psiha deluje. Zdaj pa... Veš, ajde bi eno tle, pa rečeš, ok, pride. Ne, pa zdaj, ja, veš... Ampak vse isto to, pa kar naenkrat se gleda. Pa ne, pa to v bistvu točno Pa vse to, ponovadi so poškodbe take, da jih detektor teh rentgen, CT sploh ne opazi, boli pa, ne gre za simulacijo. Ja, se jih res boli. Boli, zato, ker ima somatično tam neko vozlišče, mislim, psihično vozlišče in somatično se pol to odraža v bolečini, ker ima korist od bolečine. Ker se je zgodilo nekaj, ne, boh ve kaj, gre lahko na več žur. Samo vam jaz eno vprašanje, recimo, Evo, pojavlja se pa eni punci, ne, recimo, da je to Samo naša. v različnih klubih, Ne, ne samo pri nas. ne, po različnih. Pa ne, pri nas. Ampak se dogaja, ja, ampak se dogaja, naprimer, punca, ki veš, da ni naključje, da se to zgodi. Ja. Se pravi, da resnično, ko poznaš ko punco malo bolj, ja,
izhaja iz glave, iz razmišljanja, ne? Ja, izredno težko je pa detektirati točno kaj. Ne, razumem, recimo, poznate, ne, pač dekleta iz drugih klubov. Ampak kaj pa znotraj ene ekipe, enega kluba, a je lahko gre, ne vem, dekleta opazijo, da je mogoče ta pač tak ima bolečino, a ne pač z njega razloga, a imajo one tudi dejansko, kako, ne vem, a je možno, da je katera tu izkorist tudi, ker je... Korist ima od tega, ne? Zato je treba včasih... A jo je kopirala, bom rekel? Njo, ne da je zdaj to razlog, ne vem, tu doma, mislim doma pač. Marsikaj, človeška psiha marsikaj zapopade, skopira, vidi in prevzame in sproba, če se ne obrestuje. To je ogromno tega. Sam, da sem pa 100% reči tole. Ja, razumem. Se pravi, tudi kopija, igralka vidi svojo igralko, da je fleten, jo boli, ampak je fleten po naporni sezoni. Da vidi, kako trener, boža, ono, joj si, pa je dal vato zavito, boga si. Pa ona nezavedno skopira isti model, da so še meni posvečajo. Ja, to se to. To sem želel, ja. Pa se to drugače otroci delajo, pa punce, ne, že. Fante nimajo tega, ne, ker ne rabiš ti, da ti tam oče nekaj piha na dušo, ne. Punca ima pa to zgodbo z očetom, ne, te pa je čustvena vez, ne, različni spol in tukaj ženska psiha utre, bypasse, da se nekaj zgodi po načelu ugodja. To načelo ugodja ima pa kar malo, ko preko, erotično, seksualno konotacijo. Sublimirano, ampak vse je tam neki, mora trnet tam, pa je malo preko nek. Što je to kar prav, ne? Če bi ti recimo rekla, ne? Tiste, ko bo falila, bo šla na pogovor Havešu, ne? Recimo, poskus, pa bi pol videli, koliko bi falilo, a veš, ne? Bi se začela falevati, nezavedno falevati, zato da bo šla na pogovor. To je dobra fora, ne? Ja, točno to lahko, pa tako vidiš, ne? Ker pri enih ti res vidiš, kaj se zgodi, če recimo zafrknem, ne? Se pravi, ona pričakuje neko posledico in pol podzavestno zafrkne, zato ker si v bistvu želi ti zdaj pa ti tam tolažiš, recimo na klopi sej ni bilo hudo, ne vem, pa ne, trenerjev za meja, ne, pa je pa ti tam tolažiš na klopi sej. Zdaj vidim te zamišljene poglede, ne. Zdaj on ima 100 situacij s tem dodatnim znanjem, ki je malo nadležno. Vse situacije, zdaj vidite malo več znanja tega namigov, kaj se da vse povezati z nezavednim, pa boste vi za nazaj kupico stvari, aha, zdaj pa razumem uno, zakaj, ne. Jaz sem je nova mišica strgala, mene je baba vprašala pred 20 letih, če sem impotenten. What? Ne, zakaj? Ona je vedela, da meni se mišica strgala, ne, tle noter. Zato, ker moj ego ni pustil, da jaz rečem, preslepšen, nam šel na olimpijske igre 84 leta. Eno leto sem bil vojsk, ne, sem začel trenirati, mišica, ne, strgala se mi mišica. Ne bi se mi smela, pa se mi je. In pa ona mene vpraša, če sem impotent, doktor Longus ima tale os pubis, ne, in dejansko tam nekje bliz. In ona baba takoj na to pomislil. Jaz tudi podrazno nisem to pomislil. In pa je mladi Freudovec sem že bil, jaz sem zbežal v bolečino zato, da sem lahko končal kariero. Zato sem jaz strgal sem mišico. Opravičil, da sem ego zaščitil. Digniteto ego. Ker sem perfekcionist. Iz čiste situacije in je kao še poškodvala. A veš, zanče trening. In na tekme. Kao dojne, pol se je pa sam obesla, tam je bila pa zdrava. A veš, tudi Maša, iskanje upravičila, če ne gre, ne? A veš, da ne... Pazice, flip. Križ pa to boli. To pa res boli, se lahko tudi laže. Ampak ne za simulacijo, ko res začne boleti, ker rabi bolečino, da opraviči. Sama sebe prepriča, da jo boli. Obrambni mehanizmi in suvereno utrdijo bolečino, ker rab digniteto ega zaščiti. Teh poškodb nisem, ampak zdaj se približno veste, da nezavedno ima svoje kalkulacije, ki so zelo logične, ampak vse malo čutne, debilne, otročje, ampak imajo konsistentno jedro. Se pravi, ni nekdo, jaz sem si mišico strgal, zadnji, kar bi si želel, da bi si mišico strgal. Ja, moje nezavedno je pa moj ego ohranilo, ne dotaknem. Ja, častni izhod, ne? Ja, častni izhod. Se lahko neho. Nisi bil premagan. Zakaj si pa neho, ker si slepil? Ne, za poškodbi. Ja, tako, ja.
Vse te je ogromno. Tudi Ketna ni padla zadnjič dol, ker samo od sebe, ne? Ne, tam je pa rukl, veš. Ja, rukno je že, sam, kaj bi mu pol naredil, ker oni so mu bicikl tišali, on pa ni hotel novega bicikla, pa je sam dal Ketna gor, pa šel naprej. Vse on je videl, kak ti pa se tip, da je bil zdrs, on je vedel, da mu je. Ja, ampak veš, on bi lahko tam drugače odreagiral, ne? Zdaj bi bilo pa vprašanje, če bi pa zmagal, ne? Ne, vprašanje je, če bi lani ali kdaj že imel kepadu na turu, pa je izgubil, pa ga je pa kuk te pa boli, če bi on vedel, verjel, da je lahko prv, on je verjel, da ne more. Če bi verjel, da lahko ga turu ne bi Okay, pa te najpametni Martin Hvastja pa pol gre kritizira taktiko ekipe, razumeš, ki je imela dva, pa je pa se lahko zdočila, kjer bo prvi pa Hvastja reče, vse narobe dela, človek božji, pa dela. Izgleda smo šele zmagovalce, razumeš, iz tega ribiča, kaj je ta danci, je nek ribič, so naredili zmagovalce, torej ti pa razlagaš, da imajo slabo taktiko bo tele stvari, vse so v glavu. Tele moje, mi smo Ivo Jekuš je bil. Kako smo mi to zdaj, Kako smo mi zdaj izhajali te konflikte, ne? Tukaj je res ta problem, veš, tukaj je v bistvu, imamo obe situacije, se pravi, imamo trenerka igralka, imamo trener pa igralka, ne? In tle, ko si prej rekel, koliko je solz, pri nas je kar velik solz, ne? Na treningu so solza, veš, ko so solza. Si to, če solza je tudi motivacijsko sredstvo, ne? Če te fejst razpizdi, pa jokaš, pol si še lahko daš še zadnje atome, ne? Ni fajn apatija, ne? Ko si tukaj apatičen, da se ti neč. Tudi to imamo. Samo vam povem, enkrat so, Manjši kao astmo, pa ne more ko še ni bilo psihološke priprave, se en Janez Selojšek je bil, navaden klinični psiholog. Je foter pripeljal hčerko na psihično pripravo alpsko smučanje. In Rojšek, ko so tam znani, gre noter, se pogovarja s Tamalo, foter, pecem, Tamala sploh noče alpsko smučanje, ona bi frulico špila, na koje kje siliš. Zato ona ni za to narejena. Foter je kar debel gledal. On je pripeljal, ker ta psiholog ni bil zverziran za športnike. So športniki, trema imeli Janez Rojšek, jih je pa umiril. Flegma morate biti. Alpsko smučanje, 2 sekunde imela na vmesnem času že zgubila. Vogrince in trpalnice metal. Kje ste mi tega psihologa najdli? Ker čas je treba tudi, mislim, z nekimi, rekel, nesramnimi metodami, ki, recimo, jaz jih ne premorem. Ne morem jaz, ker enkrat si mogel pa Ilko napizditi še pa še. Sem rekel, zadnjič je, da jaz tebe takole napizdim, sem rekel, zdaj mi pa gobc zaviješ, pa pokaž, da zaljubljenost ne vpliva na tvoj rezultat. Sred sezona se je zaljubila. Sem rekel, zdaj mi pa gobc zaviješ. In sem zanelaš rekel, in mi je gobc bila 5. Prej pa 10, 15, pa je bila pa 5. Bravo, dobro, sem mi gobc zaviješ. Zaljubljanje, to je ni toliko enostavno, za punce, pa tale seks, ko to pride, mi smo imeli tiste gimnastičarke pred pubertetnice, so prišli starejši oni kolegi, čak da seksat začne, boš videl, čist nov svet, pol se pa začne druge stvari dogajati, ok, nismo šli v to smer. Mrskej se to dogaja. Pa tudi recimo tenisači. Sli kolega, dej zavij. Sli ko že seksat, ne še. Začni seksat, že tudi v šku zabol, takrat, ki treba zabiti, ne. Mislim. Ja, pa zato, ker še ne. Zato, ker še ne, nima jajc. Ne, pa šlanom igramo in pa fantek. Ne, sli kolega, ko pa je psihična, ja seksat začni. Kako to misliš? Ja, zato, ker nimaš jajc, tam je stric, ti pa tam fantek igraš. Namesto, da bi zmagal, si se deca ustrašil, pa si boljš. Mislim, to ni tukaj enostavno, ne gremo v to smer. Ja, imela na vsaki tekmi druge deca. In po enih je dobro igrala, po enih pa ne. Sam nisi bil prej pozoren, da bi si zapolnil, kjer je ur, pa bi rekel, kaj tega povam, ker tega naj na tekmi hoče. To so Rusi, te stvari. Tukaj pol v prostem času, ne. To so imeli na študirane, prav kjer more seksa patirane. Sve dobro znaš. So dobro pripeljali, da se je v Kopru gledal. Ne, dejstvo je, da tle je resnično, koliko ste rekli, jaz v tej sezoni velikrat gledam v hecu, mislim v hecu, v nebo, če se poklopijo vse zadeve, sam pri sebi,
Ja, pa se spontano poklop. Pa ste spontano poklop, tako. Čas, recimo, je pa treba 3 glave imeti, če češ babe zaštekati, pa je pa treba eni tu, drugi tretji, četrti, tu uporabiš belo laž, ne, jaz meni punc rekel, dobila je Bursitis. Ker je favoritka je bila zadnjo sezono prva, pa prva tekma v novi sezoni in sploh ni bila v formi. Ni pa vedela, da tudi druge niso v formi in je kar bula ratala. Ker je mislila, da mora zmagati, ker je favoritka, in raj ne bi šla na tekmo. Ne, kar 5 na tekmo, moj roka boli. Ignoriral sem bil brez srč, ker sem vedel, da in ona zmaga. Še sem pa mislila, ne, one tudi niso v formi, ti si pa mislila, in ko sem mislila, le bulo se dodila. In druga ne zginil, ni, zato je zmagala. Prej pa dobila poškodba samo zato, da ne bi pokazala, da je slaba. In sem ignoriral, me boli, kot te pa boli, se ponovadi bo rama bolela. Sem pa res Ne, no pa tole, zdaj, ker ni bila že spet najboljša, je zdaj Ker ni najboljša, se pojavi bolečina. Ne, včasih treba ignorirati, ker če se usliši bolečina, se paradigma utrdi in ima korist od tega, zaščiti neki, me boli in pol sem gor vzet ali pa opravičen neuspeh. Ne, igre. Brezsrčno je to. Pa bo videla, da je vse kaj Ne, na pa peče si ona zbor. hoče igrati, ne? Sam Ja, ampak- spet mi gledamo, Če je Ja, slaba, ja, je ja, slaba sem, ker me boli. Vse ne. to, ja. Pa Se, ja, opravičilo. to ne rečeš, ne, Ja. toliko časa, dokler te boš To je pa točno treba, igrala. mislim, treba je lagati, ti dobro si špil. Recimo, ki je bila Ilka poškodovana pred Sočijem, smo mislili, da ne bo mogla, pa zdravnik rekel, mogoče bi pa lahko. Se kupite zdaj se. Ko bo pelala, ko bo za kurc pelala, jo hvalite, koliko dobro pelje. Zato, ker je bom jaz pa vrnil formo iz Cauhanzeja, tam se je poškodovala. Soči so bile pa čez 3 tedne. In smo je namensko lagali, koliko dobro pelje. Pa sem pa jaz, Darja, kako pa pelje? Kot tak pionirček. Nič od niča. Ne, hvalijo, skozi jo hvalijo. Da bo videla, ker bo prišla nazaj v ono formo, ki je imela. Pa če ni res, posluš me, hvalijo, laši, da dobro pelje. Bo že prišla, ker zdaj malo nezavedno hrani to koleno, pa videla opornica, pa koleno, da gre, pa psiha nazaj začne delati, kako je treba. Če pa utrdi, se pa res slaba, pa se pa ta konstrukt dvoma v sebe utrdi. Zato je treba včas, kako si šarljala v redu, si špila. Zakaj ena stvar jih ustira v že na ogrevanju vrže žogo malo šimf, pa je že konc sveta. Mogoče tudi izreče, pa ni konc sveta. Ker včas Govorite opraviči... telesa, veš, je čisto davno in pojo 3 druge tolažijo tam. Ker je na ogrevanju Ja, to pa vrže. tako je ena druga. Tisti, ki laž. to laži, mora biti avtoriteta, dobri oče, dobra mama. Ne, Ostale to pa otroci med sabo se tolažijo takoj. tu so one sestrce, ki se jokajo družno, jokajo živijo. Načeloma, če kiro ki mantra, tele imaš mene, avtoritete mi to pošlihtamo, ker one ne smejo biti fokusiran si ti na igro, ne sme tam kurva ura gledati, ko joka. Sem jaz videl prvi poškodba. Ta veš, kao leži na tleh, pa tritem zraven, ko si v redu, to je vse stran imel. Veš, te stran te bo lahko zatihala, pa si v redu, boš igral naprej, ja, pa kar ostane, pa lahko špila. Če so pa še 3 tam okoli nje, pa bojo pa one prikričale, da je čist svetik. Nekateri so tudi radi v pozornosti. Da boli, upijev. Ja, se to Dobro, to je inas, ne, to je fic. Se zač me ena rekla, nisem šla na odbito žogo, ker je mimo une žoga padla malo v glavo in se gledala čez njo vse v redu. Punce so še sočutne, ne? Jaz vem, da bi Sam odteral. kako pa to, kar ste rekla, da probaš lagati. Sam tle v kolektivnem športu boš takoj kontra dobu, ko bo rekla, ja, ona ni delala dobro, pa ste ji rekli, da dela dobro. To je treba to čas tudi na samem. Na samem, Ja, ne? Ja. Ne, čisto v redu, čisto v redu. Vsi pravi, sem slabo špila, ne, v redu je bilo. Kolektivno je bilo v redu, lej. Pa če se tam nekaj zmaga, je tista zmaga obliž, in potem pa treba, da se psiha ne sesuje, jo ni treba, mi smo zmagali, ti smo slabo špilala, nekaj ne To koristno. sploh mi jim ne rečemo, ampak tu kar same nekaj. Ja, ne same, se zato je pa treba intervencijo narediti s pohvalo. Ker pohvala je v registru ugodja. Šport mora lušen biti. One v procesu treninga tekem ne smejo preveč neugodje dobivati. Punce sploh ne. Fante mogoče to motivira, punce se pa joka, pa ni lušen. Pri puncah jih manj motivira. Punca ni to Pri fantih lušen. ti hoče dokazati, da si ti Čeprav tvoj spet jači. čisto drugače. Ja, Glizač ne, nam vse. je kolegica rekla, Ja. prav, punci, ki nam to naredila, reč,
ma se bi ti rekla, sam ne, ti nisi to sposobna narediti. Da je spet kontraindikacijo, ti si mi rekla, da nisem in s tem, da bo sposobna in bo. Začene so res take, ne? Jaz sem imel recimo 7 punc, eni sem mogel skozi govoriti. Se sem tudi vprašal, anketo delal. Ena hoče, da je skozi govori. Ena hoče, da sem skozi tih. Ena, da sem ne vem kaj, in sem jaz 5 različnih taktik uporabil na 7 igralcev. Ker sem na duh do ta rab to, eno moram razpizditi, eno moram pa skozi hvaliti. Če me razpizdil, so pa se cura tudi ostala ne bo. Ko je sama se razpizdijo. To bi čez te delance lahko zvedel, ki bi napisali pa, ne? Sam to dekleto se tako. Vse to, da eno vprašalnik narediš, pa jim razstavljaš, pa izpolnejo, ne? Jaz vidim včasih to tako dekleta, ko so na igrišča, ne? In zdaj, če eni nekaj rečeš, kam mečeš, pa kam si vrgla, pa kam si naredila, tudi druge čakajo mogoče ta odziv. Eno bo počgal, pa bo boljš, ene se pa iz tega, se pravi, nezavedno spet prijo to, si želi, pa ne bo, pa vlih to napako bo naredila, ki si jo ne želi narediti, da ne bi slišala. Zato, kaj je on rekel, različno ampak to je boljš pa igral, pa bo poklicat, pa je posebej pojad. A ne tako, ne? Ona ni videla golmana tam, ona je videla tam luknjo, ona je vrgla, pa je v prvi kot vrgla, vsi smo videli. Sam jaz sem rekla, kakšna luknja si vrgla, je bila tam večja luknja, kot tam, ja ne, zakaj si pa manjšo ciljala, pa spet ne vem. Sem to, a ne se pravi, ampak to je delo spunca bolj na samo. Če se uživa, se vidi ta prava rešitev. Ker špilat mora skozi avtomatizem, torej skozi nezavedno. In če uživajo, potem nezavedno najdejo ta pravo rešitev. Ni treba razmišljati, kam pa zdaj vrgla, ampak s tem užitkom nezavedno najde ta pravo rešitev. Jaz sem imel, tole zelo dobro, da povem, od moje telovatke, fant, sin, 13 let star, golman prvo kometo, pa strelec to. Je oslepel. Sem rekel, Leo, otroci ne oslepijo, človek ni tako narejen, da bo pri 13 letih oslepel. Daj mi ga pripel. Ko je, vidiš kaj nič. Sem mu podal 24 Beaver Creek, Ilka, številka od Beaver Creeka 24. Sem rekel, kolega, koliko je številka? Rekel, nimam pojma, ne vidim. Taka številka. Pa mu dam pa ti namazati, kolja, tudi na velik, ne? Pa tule piše. Je rekel, kaj, če on nisem vedel, kaj to videl? Sem rekel, reče eno besedo. Smučanje. Lega, ti vse vidiš. On je nezavedno videl, rabo je pa slepoto, ker je imel korist od tega. Pa sem ga pol naduhtal, pa sem mu vrnil, ampak pa sem ga hipnotiziral, mu vrnem vid. Smo dal za prebrati on zdravila, vse je prebral. Pod hipnozo mu vrnem, vse je videl. Pa nazaj zgubil vid. Mislim, zvečer nazaj, ker je imel korist od tega, da je slep. Je rekel, zdaj gremo pa na Češke špilat. Moja hipnoza me pa sem par ur držala. Sem rekel, jaz ne moram s tabo na Češk. In bi tukrat bi šel gor. Sem rekel, lega, kako pa branil? Ja se vem. Sem rekel, lega, nezavedno ti vidiš. Sem rekel, ti greš, lega, ven z jajci, tvoj nezavedno vid, bo že branil. A misliš? Sem rekel, lega, verjem mi. Ni videl. Jaz sem mu povedal, da njegovo nezavedno vid in je šel gor in je branil. In pa mama je bila pa zraven in rekla, veš kako je branil, ko lev. Pridete malo domov, a skaj videl nič. Ker je nezavedno videl in je delal in je pobranil vse. Ker nezavedno tudi brani, ne? Ampak mora biti užitk, mora biti glava spucana. Sme biti tenzija. Moram. Treba samo umreti. Se res ne ve, ne? Sem je treba najti vzrok, kaj je kaj. Sam je pa treba imeti to pozitivno konotacijo tega pozitivnega očeta. Mi smo imeli en znanac iz Cela, je bil, v rokomet smo bili prvi lik, Čop pa Senčar. Pa so ga nagnali, pa je prišel Ivek, Jekuš, dobri oče. Sem rekel, Senko, ko pa je rekel? Je rekel, fantje, pa dej tisti pofukan gol že enkrat. In so vstali v lik in so celo namahali tisti kuti, naši tisti še polajani so imeli. Ne, dobri oče, si rekel, se ne ve veliko, rekel, mot, kurba, dejte ti zgolj že enkrat, ne. Fanti, vse bomo, le kaj gledalcev. Ne, kako psihična priprava.
pa enega kledis kmetov. Pa Majči Jeles. Je rekel, trener mu je rekel, ampak se pa dobro psihično priprava imeli, ne. Je rekel, veš, kako smo imeli? Me poklical, je rekel, dej se fuki čim dalje. Se pravi, tako kot fotor, moj fotor je knap, moj trener je pa rekel, kurba, dej se fuki ti zdiš čim dalje. Rekel, ne moš več, bom probal, pa je vrgel, kurva, ga zgaš fajn za fuku, ne, tako čim po domače. In so bili, tu so se radne, pa so se skup napili, te kdaj žalov nikoli. Dobri oče bi, ampak ko je rekel, lega, te, pa sko dobro zabrisal. Pa ga je pohvalil. Zaprav, lik dobrega očeta dela več kot graja. Ne si dušo lajšati, te razjezi, kurva si podbaci, ampak ne si da duška, ampak odigrej pozitivo, ker pozitivna dela načeloma, promeno na mozgov pozitivno smer. Vse to je mi skozi govorimo pozitivo, pa... A punca si sploh problem. Težki cases so. Pa jaz v življenju nisem, da ne bi vase verjela, ker sem tudi, če sem falila, sem komi čakala, da mi še to eno žogo, jaz hočem zabiti ta gol. Ja, sam so različne, nektere so tudi zelo feminilne, bi se bolj znajdla kot navijačica, ene so pa znajo bolj na možato odigrati. In tiste pismo je težko vrniti, mislim, da bo možato odigrala, ker je struktura njene duševnosti bolj feminilna. Ona je bolj tu na barbika lepa, tam se prvi špegel lepa, sem pa gre. Mislim, zdaj najboljši so lezbike, mi gledi. Se to pa je to politika. Da, vem, mislim. Jaz sam problem je, če se skregata bolj po tekmu. Pa to vem, ti si to govoril, pa pride se malo poboža, tam potušam, šijo, pa ljubosumje, biseksualnost, pa je vara s decem, samo ni zasupni čist. Ti se le imel 3. Pa se je tudi imel en Grbac, je igral Draško proti Avstralkam, so imeli 3 lezbika. So punce rekli, to so deci. Ali pa še zdaj tu transi, ki je moški, pa pride v žensko, pa ti pivo, ta špila, pa ima 120 kg. Kje boš to špilo? Proti deci. Se počuti kot ženska. To je nešportno, ne? Zdaj imajo strašne ideje Američani, ne? So rekli, da do 18 leta v rojstni sploh ne bi... To se se pa odločil, zdaj je to heca. Ja, takrat vem štipendijo za na faks. Svet je šel. Da vidiš, če si pa ženska konkurenčno reči, da si ženska. Pa je rekel, Faksa se pa nazaj mora. prav po šprintu na 100 metrov pa ženska, bom stavil na uno, ki ima 44. To ni šport, ne? Ne, to ni. Šport mora imeti fair play. Ima veze z vezo. Skratka, Roman, posluš ti, zdaj, a ti misliš, da bi bilo smiselno, da se kaj tudi z našimi puncami kdaj pogovarjaš? če bi kjera rabila. Individualno, ali... povej, da ste imeli eno predavanje in zdaj nekdo, ki ima te psihične priprave, tudi tam v rangu olimpijskih medalj, jaz delam z vsem, tudi tem, in pol da vidim, kako mi smo razmišljali, terapije delati, pa bi takrat lahko to združili, če imamo bili jih trening, saj te, ko jih boli, no. Če se bo to zdaj vlekli, če bomo mi prišli še do septembra, pa jih bo še kar boleli, pa sploh ne bomo vedeli, ko jih boli, hvala več. Tam nekaj jezike, prmaši pa vesno recimo gledam, to je vse psihično. Vesno, to je 100%. Stela ima pa zabor, veš kaj je oče meni rekel, jaz ne vem, če to res, ampak res igralka, veš, fizične predispozicije, najhitrejše, najviše vse, vid tudi podaje, to vse, ko vrže na gol, krene trening, vse gre. Oče je rekel, da enkrat v šoli vrgla eni žogo močno v vrat po nesreč in se ustrašila, ko uniti s vrat zatekel pa to. Misliš, da je to možno, da na tekmi... Ja, nezavedno lahko. Da je to... Je lahko. Ker na tekmi pa podaja res tiste žoge, kot da ne more vršiti. On ima post-traumatsko stresno motnjo, ki je nekaj naredila, pa se je nekaj zgodili in bolj nezavedno. Vse to so imeli alpski smučari, so mi ga pripalali, je za 10 cm težišče premaknil. Ker imel odprti zlom, namesto da se napadalno, ko me je začel strahom nazaj biti, in tle pa tudi, veš, ne vrže, ker se boji, da bo, ženske so pa zelo čučne. Jaz sem na treningu Zakaj na vrže, na treningu se ne boji? tekmi pa A se spomne tisti podoživi, tisti, da je neklona ali pa... Tekma je tekma, tam je treba zmagati, tle se pa gremo manj, tam je pa treba zmagati, zdaj moram pa zares, tam ni zares, tle pa zares. Recimo, ko sem jaz bil golo, to, ker ti nisi rekla, da je tekma, pa bo, so vse falive, Bo pa, ko je rekla Marjeta, ok, pač, koliko se zdaj postavimo, pa morate zadeti, če ne boste šla poštenka glavati,
Vzmo zadeve, veš, pa ni šans bilo. Samo tere pa tudi, ker mi je naša pravilo v garderobi pod stela. Stela na treningu čisto drugač dela, kakor pa na tekem, če je fotor zraven. Sam smo se mislili, ampak je bil tudi brez fotra, pa je bilo tudi isto že. Pravim, jaz tisti kar tako ujamem. Meni to ne rekla, hvala Bogu, da bi staršel. Sam, na primer, ni izmerno isto. Ne, ampak punce so povedali, mislim. Očetje tlele so zelo pomembne, ne. Že večkrat ukala, da Se fotor gleda, ne mama fotor, če gleda. Pri fantih in pri puncah. ona sama je to rekla. A stela da je rekla to? Da se je bolj Vse imaš ti case, se vidiš, Mateja ima pač Adriano, ne, tam se pravi, jaz če na imam starša vedno, Učbeniški primer. Fotor sam Sinali je rekel, no šla na svoje tekmo, zato da už brata šla gledati Uniga. To ne smije fotor delati. Veš kaj je tudi borbe, ne? Oče ji ne posveča tudi pozornosti po šoli, ne? On jo vidi, ne vem, na 14 dni, recimo fotor, dobi za vikend, ne? Ja, ločena sta. Mami je temperana bomba, ne? Mami je skušala, dej, Adriana, bla, bla, bla. Oče kontra, ne? Še takrat se dobi in vse je da, ne? Sam se pa ne očistnijo in ta mala to ful opazi, ne? Ker za ta malka bo vse naredil, ker je fuzbal, ne? Po oče je bil še fuzbaler in moniratelj in zdaj to se projecira na sina, ne? Tipičen primer. Mama pa tudi vlada starša, Mami je, mislim, da 30 let. To je sestra. Ja, zdaj pa se čist. 18 moja je imela otroka. Ne, Adrianca ima, tudi jaz vidim na treningih. Ločeni starši so sploh problem. Otroci ločeni starši. Ne, se nikve z Adriano nimama. Ona ima mene recimo ful rada, mi dva imava res pogovore, ne, res delam, ampak je res ekstrem, ne, kako oni išče pozornost. Jaz bi prstili res na igrišču, ne. To malo omenite staršem, da lahko. Ker jaz včasih sem zelo veliko s hipnozo, z nekom minimalno intervencijo. Ali pa da fotra na hipnozo? Ne, tako si rekel. Kako s fotor problem, da ona sam projecira, veš, ti se gre. Pa menga kleta, ko moram s fotrom delati. Fotra moram v red spravljati. Ko je? Je rekel, da mi fotra v red spravljati. Ok, lega, dej tule, pust, bom jaz rekel, ne to, ja veš kak, ne, pust. Dej, bom jaz. Fotra, ti s tem, jaz ga pa bom. Da zaščitiš otroka pred očetom. Se tudi trener lahko naredil. Tudi trener bi tudi lahko naredil. Se pravi, na nek simpatičen način, vete kaj, puste to športno kariero, bomo že mi, nekaj to... Pa se bi nas pregovorili z njim, ne? Se pa ne govoril, pa se tudi, ko pride se boža, naša... Veš, kaj je doma, Ja, doma pa ne veš, kaj je doma. Ne veš pa kako... Mogoče ona niti z veseljem ne pride, ali pa mogoče, ne? Pa veš, v garderobi malo joka, ne? Tekmo, fotra red spravljam na klicu. A fotora sin? Ne, sin me klical, zdaj ne more Norma na 800 metrov odlaufati, lani sva s hipnozo Norma odlaufala, da je šel v Kolumbijo na svetovno prvenstvo. Zdaj ima pa 1,48 Norma na 800. Kaj je bila ona, ki je musko uporabil, slišala v avtu, pa šla pa? Ilka je bil, to so to ne snema. Ilka, ne, sem delal s hipnozo, čeprav ni glih. Ilka ima druga zgodba, ampak tudi sem s hipnozo, ne, ima pa za psihično pripravo imela musko, pa pred štartno tenzijo mora nekaj narediti, tu, 3, 4, ne, in pol pride glava, ne, zdaj pa bom, ne, vsa pozitivna. In jaz to naredim celo kombinacijo v tej globoki sproščenosti, hipnozi in dam eno musko, ne. In jaz nisem slišal, nisem računal, da bo to musko tudi kdaj drugi slišal. Luna se pa pelje sred Maribora in je uporadja ta muska, ona gaz do konca, ne, ker je smuk, ne moš. In rekla sem vozila po Maribori, slišim tu in tam, se kar ustrašila, ne. Tu so te, ampak... Mora biti en tak komad, ki ga ne moš slišati. Ne, nisem jaz bil pozor, ne, da se tu lahko zgodi. En je pa, je imela pa tremo pri javnem nastopanju, ne, se tudi pride tak. In pa je v angleščini govoril, da bo cool, ne, da bo vse bolj, ko bo govorila, bolj se bo skulirala, da bo cool. Ampak cool pomeni tudi hladno. In ona je se skulirala tukaj, da je začel trest, se mora trikrat oblež tukaj v zebri.
ker je, bolj ko je govorila, bolj bila sproščena, ampak jo je tudi bolj zebel. Ker je ta beseda cool pomenila hladnost. Skolirana, cold. Kaj pa mu reče z viadukte voziti? To pa nisem mogel, sem rekel, gospa, greva zdaj na viadukt, gor. Ni mogla, nekateri ne mora tunele, ne fobije. Jaz pa ne morem v Maribor 3 ure voziti, moram po stari cesti, ne viadukt gor. In pa jaz tukaj, z vozička, ki je padla, ker vozičke tudi na viaduktu. Hipnozo nisem mogel, ni pa jaz rekel, gospa, greva na Trojane, ven z avta pa bom tam probal. To je pa čudno. Ja, pa nič, jaz sem pripravljal, jaz take neumnosti delam, mislim, neumnosti. Jaz razmišljam, pa nekaj naredim, kar bo pomagal. Ne zanima, mislim, najhuje, ko pride te seksualne probleme, ne. Gospa, zdaj pa tule, jaz sem pa hipnozo, moža, bom povedal, ko naj, pa kar bo, pa bo. Kdo pa tako delam ben? Tukaj piše, ne, jaz vem, da bo pomagal, ne, jaz napnem možgane, kaj bo pomagal, ne. Včasih so take ljude ideje. Sekira reže, bruha. Ja, tudi. Ja. To je pa hujše. Ja. To pa mora s terapijo. To vemo, ja. To so pa ločitve ali pa spolne zlorabe. To ne vemo, ne. To je treba predelati. Ja. Ni spolna... Da ne ve. Ne vemo, ne. So prišla, da spolno zlorabljena, ne. tukaj nobeno ne ve. Sem rezanje je ločeni starši ali pa spolna zloraba. Ne, nista ločena, je pa Romano, Bojano, ne, je pa zelo ona more točno to more biti tako. Če ni, je konc sveta. Ok, sem rezanje